Ne, če hočeš pa tako nek quality content, pa se veš, ne, prepravce pogledati, pa pa gosta imeti, pa energija, pa verjetno daš mogo pa malo zmontirati, pa se s tem ukvarjati, pa postati, pa pač ful. Ja, to sem vse outsourcal, ker ne bi. Se lahko daš gor, lahko začneva spontano. Jaz sem v bistvu pri prvi epizodi, ki sem jo sam montiral, sem videl, da če bom to sam montiral, ne bom dolg zdržal. Tako da sem začel zelo hitro iskati enega študenta, ki bi mi to montiral. Pa sem mi pa javil en fant, Luka Maček, ki zdaj to vse montira. Tako da jaz v bistvu sam dam file skupaj in on pride iskat ključek, ne. In to je to. Moraš si zoptimizirati v bistvu stvari, katere ne maraš, da jih probaš odložiti, ne. Ja, se strinjam. Veš, tle je tudi ena moja napaka, ker sem rabil nekaj časa, da sem se lotil, ne, jaz sem tip, da me ful stvari zanima, ne, in jaz to veš, tam sem tudi neke video vmes snimil, ne, to me jaz kar sam montiral, ne, sem sam naučil, sem vse sam, ne, sej bom, sej to ni težko, no, in pol. Ja, pol gre ful časa, ne. Ja, pol gre to ful časa. Pa pol pada ti motivacija. Ja, to je ful kočljivo, no. Hvala ti, no. Tako da ja. Hvala. To ti že kar snemaš. Že kar snemava, to bo dala. Veš kaj, to so taki, probam res to spontanost ujet. A veš, da je tako, kaj je, ne? Da ni, RTV, hvala Blažkos, ki si prišel, Blažkos je ta pa ta, ne? Sej bova pač pol malo povedala, jaz v intru, ki ga zarežem, ne? Jaz v bistvu predstavim gosta, ne? Tako da zdaj ne bom nekih delov velikih. Ma to je brezvezno, vse veš, to video, koliko ima, 2 minuti, 1 minuto, manj, 10 sekund, da prepričava nekoga, da bo vsaj malo gledal, no? Tako da gre kar, veš, straight in. Ja, se strinjam. Sej mogoče lahko čistko na hiter malo tvojega backgrounda, tok da tisti, ki bojo mogoče preskočili intro, da slišijo v bistvu, s čim se ukvarjaš zdaj, ali pa s čim si se ukvarjal. Ja, zdaj največ ljudi v Sloveniji me pozna po startupih. Ne. To, zdaj že še deloma startupi, ampak večinoma, kar zdaj delam, je ena stvar, ki se reče in-house consulting. To pomeni, da imam par firm, ki so srednje velike firme in z njimi delam na strategiji optimizacije procesov, leadership developmentu in podobno. No. Ampak recimo še vedno največ ljudi me pozna po startupih in še zdaj največ mailov, največ me kdo, ki je sreča, imam eno full dobro idejo, imam en startup. Tako da to mogoče za mlade, prvi nasvet, ne, tako, če te ljudje po nečem poznajo, ne, pa da je to iskana zadeva na trgu, pol boš imel vedno priložnosti, vedno bo nek biznis, vedno se bo nekdo spomnil na te. Tako da je pa res, ne, da pol, ki si zgradiš v nečem brand, ne, to spremeniti je težko, ful investicije, ne, ampak načeloma to mogoče 2-krat v življenju spremeniš. Tako da, ja, najboljši nasvet ever, ne, je, dajte razviti eno kompetenco, ki je na trgu iskana, ki je aktualna, ki ljudje to rabijo, in potem se to izpostaviš, da ljudje vejo in tvoje ime s tem povezujejo. In potem, ne, sej ti tudi UX, ne, jaz tudi koga, kdo je pri nas največji strokovnjak za UX, bo sigurno tvoje ime prišlo, ne, ljudje te poznajo, ne, vejo, naredil si nekaj na tem področju. In potem imaš inflow nekih priložnosti, tako da to bi bil en tak, recimo, prvi nasvet, kar se tiče kariere. No. Tako da, ja, večina ljudi, ki me pozna v asociaciji za startupi, zato ker sem toliko časa tudi delal na toliko različnih pozicijah, toliko različnih projektih in tako naprej. Ja, se bom tudi na koncu pač nekaj ti imam za podeliti, ampak jaz sem tebe spoznal sicer ne iz startup vod, ampak bolj iz področja osebnostne rasti, kot se reče v slovenščini, ne, personal development. In v bistvu takrat mi je bil nekak šok ali pa neko prebojenje, da nek človek obstaja, ki je Slovenc in piše o stvareh, o katerih jaz berem izključno iz tujine. In se mi zdi, da si ful mladim bil ta točka, da je bil nek content v slovenščini ali pa da si bil lažje dostopen kot nek tujec. Ne? No, da, hvala, to res lepo slišati. Zdaj, mogoče s tem contentom je tako, no, da zdaj, pač tle bom iskren. Zame primarna motivacija pisanja tega je bilo način razmišljanja, način učenja, način strukturiranja nekih misli in podobno. No? Tako da jaz nisem začel pisati, da bi zdaj rekel, to bo moj marketing, ali pa jaz se želim pozicionirati v personal developmentu. Pač nekako ogromno sem se vedno sam sabo ukvarjal in najlažje sem se sam sabo ukvarjal tako, da sem razmišljal o sebi, po svetu, o drugih na ta način, da sem pisal. Ne? In to mogoče bi celo bil nek način terapije ali pa zdravljenja. Ne? In zato sem
koliko zdaj, recimo, več kot 15 letih spisal, res ogromen, no, tako za 7-8 knjig. Ampak to je nek vzgib, ki je neko notranje trenje, ne, je bilo pisanje, način, kako sem jaz zdaj to zanaliziral, kako sem dal to ven iz sebe, kako sem pač prišel do nečesa, do nekega izdelka, nekaj bi rekel, ok, zdaj pa boljše razumem sebe, boljše razumem svet in podobno. Seveda sem ful vesel, ne, če je rezultat tega tudi ta, da je komu drugmu to pomagalo, da je kdo pač videl, to pa je en drugačen, zanimiv pogled. Sem ful vesel in ves feedback, ki sem ga dobil v teh letih, ki sem pisal, ne, to mi je pa res spremenilo življenje ali pa to mi je odprl nek nov pogled, je pa tisto potem bilo dodatno zadovoljstvo, da sem seveda še več tega delal. Ne. Je pa tako, to smo se tudi malo, ko smo se pogovarjali, o čem se bo pogovarjali, ne, zdaj, ker je mu čas brati, kaj sem mu čas pisal, ne, tako, mogoče bi pa kakšne članke zbrisal, ne, mogoče pa, seveda ta, pa ne osebnost narast, ampak razumevanje sebe, razumevanje sveta, razumevanje drugih, hvala, poteka vedno v nekih valovih, ne, in pač rasteš te preskoke miselne, ali pa da res razumeš, kako deluje svet, pač rabiš nekaj časa, ne, in tle bi rekel, ja, lahko v nekih obdobjih pišeš kakšne stvari, ki mogoče se potem z njimi več ne strinjaš, no, in mogoče tudi starejši, ki sem, manj imam neka radikalna prepričanja ali pa neka taka res trdna stališča, ne, ampak dopuščam, da je več pogledov, več možnosti, več dimenzij, da pač to, kar je napisano, mogoče za enega koristne, za drugega pa pač ne, in tako da, pa tudi v tem smislu na včasih ja preberem kdaj, kaj sem čas napisal, pa ok, tako sem razmišljal, ker sem bil mulc. Ja, ne, sej po mojem vsi, karkoli ustvarjamo, a ne, greš ne rabiš iti niti 10 let nazaj, greš 1 let nazaj, pa ti je že tako mal, nisi čist ponosen na to, kar si dal ven, ne, ker se spreminjaš. Takrat si bil pa izjemno ponosen, tako da to je ful zanimiv. Moraš se v tej točki, ker si tudi mal nazaj držati, ne, veš, da ne boš do konca življenja tako razmišljal, kot zdaj razmišljaš. Ne. Ja, to se zelo strinjam. No. Tako da ja, to pisanje, ustvarjanje še zdaj ogromno pišem, no, in ja, primarno, ker na ta način se učim, izobražujem in pač sebe analiziram svet. Pa tako, no, mogoče še en ful zanimiv pojav je to, da doskrat, se ne grem velikrat, ampak recimo, ne vem, danes, ko sem srečala, sem šel malo osvežiti, ko sem pisal čas, ne, se doskrat sploh vprašam, pa kdaj sem jaz to pisal, ne, tako vidim, koliko je nas spomin. Se pravi, če imamo določene stvari, ki jih neprestano ponavljamo, pa delamo, ne, potem nam to v spominu ostane, vemo in vse. Če pa enkrat nekaj napišemo, pa potem to pozabimo, ne, tako da ne vem, za 70% kontenta se včasih vprašam, kdaj sem jaz to sploh pisal, ne, koliko sem bil star, kje sem to sedel, kaj sem počel. Kaj šele, da bi si to zapomnil, ne, in ok, se verjamem, da vse to nekje v podzavesti, mislim, to sigurno je, ampak tako, če bi rekel, da bi bilo skozi dostopno, ne, ful znanja pozabimo. In to sem pisal, ne vem, za en članek sem porabil par ur, kaj šele tisto, preberem, ne, včasih grem kakšno knjigo, odprem, pa tako gledam, pa kdaj sem jaz to bral, pa to je, da je res ful dobro, zakaj sem jaz to pozabil, ne. Ja, to se meni tudi ful dogaja, ker knjige berem recimo 10 let kasneje, pa v bistvu berem drugo knjigo. Ja, definitivno. To je tista, noben človek ne gre dvakrat v isto reko. Ja, reka je drugačna, pa človek je drugačen. Tako da to je ful res. In, ja. Veš, kaj sem te hotel vprašati, preden greva na tisti thread? Bo videla, kako nam bo šlo po scenariju. Sumim, da ne dobro. Ampak glede specializacije, ki si rekel, ne? Kakšno je tvoje mnenje glede te striktne monospecializacije ali pa ne vem, da v bistvu par področij vzemaš in si v njih dober? Kako gledaš na to razliko tega? Ja. Se pravi, zdaj nekako v kariernem razvoju nasploh velja, da moraš razvijati kompetence v obliki črke T ali pa celo Pi, se pravi, da greš v eno področje res globoko ali pa če se da celo 2 področji, pol na vrhu imaš pa še nek ta generalističen splošen pogled, ne. To je zdaj tako generalno pravilo. Zdaj tle je par problemov. Prvi je, da postati res ekspert v nečemu je ful težko, ne. Traja leta in leta, moraš da tok in tok skozi, moraš se poglobiti, zdaj prebrati 2-3 knjige pa nekaj malega vedeti, o temu ni problem. Da pa si v nečemu res ekspert, ne, je pa desetletje zelo hiter mim. Tako da v življenju nimaš
možnosti, da bi postal ekspert v nas stvarih. Ne. Lahko nekaj spoznaš, lahko mačkan potipaš površje, da si po nečemu res ekspert, pa traja leta in leta. Tako da prvi problem pa izziv je, ne, da se pravi, ratati ekspert v nečemu zahteva radovednost, dediciranost, gradnjo znanja, postopno dobiti izkušnje iz tega področja in podobno. Tako da zdaj, če že rečemo, da bi v istem življenjskem obdobju 2 ekspertizi razvil, ne, pa če to toliko več napora, toliko več časa, že malčkam razdeliš svojo pozornost in podobno. Tako da smo omejeni s časom in to, koliko ekspertiz lahko razvijemo. Zdaj, drugi problem je, da se pravi, generalistično imamo neke kompetence, ki so skozi iskane, ki pač so večno dobrodošle, to so soft skills in podobno. Če govorimo pa o tehničnih znanjih, je pa tle skozi neka evolucija. Ne? Mislim, se tudi pri soft skillsih je, ampak mogoče ne toliko hitro, ali pa hitreje prideš pač na neko sveže znanje. Ne? Zdaj, če si pa res ekspert, ne vem, v kjerikoli področju je pa skozi neki novega, ne, skozi pa nove študije, pa nove dognanja, pa novi trendi in pač moraš biti spet tle noter. Ne. In zdaj, ko si tle noter, svičati že med tem, da si ekspert v nečemu, pa med širino je zahtevno. Ne. Rečeš, ok, zdaj sem v modu eksperta, zdaj pa me zanima, kako to znanje lahko apliciral na neki drugega ali pa bom šel na neko širino, moraš odzumati ven in moraš pač brati nekaj drugega, moraš tipati nekaj drugega iskati. Ne, že to je težko. Zdaj pa, če si narediš še bolj kompleksen izziv, pa rečeš, ok, zdaj pa ekspert v enemu, pa v drugemu, mogoče še v tretjemu, pa še širino bom imel. Ne, in moraš imeti pa res veliko sposobnost zoom in, zoom out, zoom in nekam drugam in podobno. Zdaj, a je korist tega je enormna. Ne? Se pravi, največ ljudi, pa v podjetništvu, pa še kje druge, da je zgradil neko uspešno kariero ali pa da so zgradili nek biznis, je ponovadi tako, da so to pokombinirali. Ne? Bili so, ne vem, zdaj v neko najbolj simpel primer programerji, pa zraven jih je zanimalo rolkanje, pa so naredili e-commerce za rolkarje ali whatever. Ne? Tako da zdaj, ko govoriva o teh nišah, je ful dobro, če je kakšna res strokovna, pa taka, ki je iskana, ki je v trendu, ki to ljudje iščejo, pa mogoče kakšna, ki je hobi, ne, niti nujno, da je zdaj to, ne vem, da bo zdravnik, pa odvetnik, pa pilot, pa ne vem še kaj, ne, ampak mogoče pa kakšna, da je hobi, pa da je tle tudi zelo zanimiv trg, kakšna, ki jo tako usput razvijaš, ne vem, za 3 leta se preseliš v Italijo, pa se naučiš italijansk, ne, pa ne vem, pa pol spet neki, ne. Tako da bi rekel, da bi človek rekel načrtno, ne, da bi se usedel 20 let, rekel, ok, te 4 kompetence bom razvil, ne, to bom temu, to k temu, to je težko, no. Tako da rekel bi, zavestne, proaktivne zmožnosti so, da eno kompetenco res dobro razvijaš, da širino dobro razvijaš, potem počas greš lahko na drugo, no, ampak ful reče to tako usput bi temu rekel. No. Recimo, študija, kako ljudje, tisti, ki relativno dolgo živijo, pa z gibanjem skrbijo za svoje zdravje. Ne. Prvo nam na pamet pade, da so to tisti, ki ne, in zavestno si dajo v koledar 3-krat na teden, 1 urnik, hodijo v fitness in podobno. Ne. Ampak v dostih primerih je to bolj del vsakdanjika, ne vem, da hodijo do avtobusne postaje peš, pa nazaj, pa po stopnicah gor, pa dol, ne, in pač usput pridejo do nekega rezultata. No. Tako da, brez razmišljanja. Ne, tako da zavestno, da bi rekel, bom nekaj razvil, ne, se absolutno nujno, ampak si omejen, koliko se to da, ne, ker zmanjka energije, zmanjka časa, starejši, ki si teži, ne, manj imaš energije, manj imaš nekega razpoložljivega časa. Tako da rekel bi za dosti teh kompetenc, če jih pač tako usput, ne, se pravi v službi, ko služiš, gledaš, da si na projektih, kjer se učiš nekaj novega, ne, in da ne rečeš, ok, zdaj hodil 8 ur v službo, polom pa se še nekaj učil, ne, ampak že v službi probaš imeti tak setting, da imaš bolj zahtevne projekte, da predlagaš neke ideje, da se daš daj, ne vem, v vodstven položaj, ne, in pol tam, ko že nekaj počneš, ne, pa imaš že eno ekspertizo, razvijaš še neko dodatno, no, in na ta način probaš malo strateško kombinirati, pa se te kompetence lahko akumulirajo. No. Ampak, če bi rekel, zdaj, da mačkani stopaš od povprečja, ni tako težko. Ne. Če hočeš res izstopati od povprečja, moraš pa nakumulirati
kar neki kompetenc, pa jih znati zelo dobro pokombinirati. No. To pa, da bi rekel, zdaj bom vse načrtno razvil, premalo časa in vsega. Ne. Ja, to se dostkrat dogaja, ta načrtno, v bistvu ta naša želja po kontroli našega lajfa. Veš kaj, greva pa v to smer. Greva si predstavljati, da govoriva, danes, ko govoriva, da govoriva enemu 20-letniku, ali pa 25-letniku, veliko vem, da jih posluša, se javljajo. Zdaj sva iz te perspektive govorila, ker vem, da si ti pred, ne vem, a je 5 let nazaj ali 7 let nazaj napisal en članek. Kaj si želim, da bi vedel pri svojih 20-ih? In meni je ta članek bil čist noro dober, takrat sem ga šeril, vsi so ga šerili, ne vem, koliko je, kakšne so bile številke tega članka, če se kaj spomniš? Koliko ljudi je to dosegalo? Res, da se niti ne spomnim. No. Pa tako... Ampak kje je bil najbolj tak? Ja, še bolj je bil še en bran, ne vem, z diplomo, ne vem, kako je že naslovno, ampak okay. Brez kariernih možnosti. Tiste je bil pač daleč najbolj deljen. Pa sem jaz to v svoji glavi združil, ne vede. Tako da mislim, da sem mislil tega drugega. Okay, ampak je podobna vsebina, ne? Ja. Se pravi, pri tem sem se dotaknil samo kariernega nivoja, prvemu drugemu še kakšne bolj tako filozofske, življenjske stvari, no. Tako da če bo danes bolj si na kariero, vsaj v prvem delu fokusirala, da je vas na to, potem pa lahko še kaj unmo se pogovarjava, tako splošni življenjski nasveti. Cool, greva pa začeti za tiste, ki vem, da je veliko mladih, ki niso verjetno videli tega članka, ki so bili takrat premajhni. Tako da, če lahko nek tak recap narediva, pa ful bi me zanimal, če bi ti kaj, tako kot si prej omenil, ki si gledal za nazaj svoje pisanje, pa nisi več bil toliko ponosen, kako bi ga updateal, kako bi updateal ta članek, kaj bi dodal, kaj bi oduzel, tako. Ja. Valjda, hvala, da si me povabil v dajo, ker sem mogel že začeti malo razmišljati, kaj bo zdaj in tak. Prosim, dobrodošel. Tak upgrade dam na njega ponosen, pa mi rekel, to je pa zdaj res upgrade. No. In eno obdobje sem imel vmes, ki me je ful zanimala psihologija oziroma cel life, no, ampak vmes sem si vzel en sabbatical, ker sem res 1 leto bral vse na temo psihologije, kar obstaja. Ne toliko personal development, kot prav hardcore, kognitivno-vedenska, psihoanaliza in podobno. No in en dosti popularen framework v psihologiji je pač teh 5 osebnosti. Zdaj, tako, ker sem gledal članek, pa sem razmišljal o teh 5 velikih lastnostih osebnosti, sem rekel, da je ful se da razložiti skozi prizmo tega, sicer bom malo popačil, izkrivil, upam, da ne bo kakšen strokovnjak, psiholog je za name, ampak skozi te lastnosti se da zelo dobro opisati, kako do kariernega uspeha. Zdaj, te lastnosti imajo svoj problem, da jih je težko spremeniti, da so del našega karakterja, ampak iz vsake lahko iztisneva neka vedenja, ki posamezniku pomagajo pri kariernem razvoju. Lahko iztisneva, tudi če nisem tak, se lahko potrudim z določenim vedenjem, da bom prišel do boljšega rezultata. Lahko rečem, da bom povečal srečo in verjetnost mojega kariernega uspeha. In zdaj prva taka dimenzija je introvertiranost, ekstravertiranost. In tle tisti, ki so ekstravertirani, so v splošnem v prednosti. Zdaj, kje je razlika? Ekstravertirani so tisti, ki se napolnijo z energijo, ko so v družbi, ko so z ljudmi, ko so okrog, in potem po večerji pridejo hudo napaljeni, super, in drugi dan ostanejo polni energije. Introvertirani se napolnijo, ko so sami, ko berejo knjigo, ko grejo sami v gore, ko nimajo teh zunanjih faktorjev. In jaz recimo sem introvertiran, ful introvertiran, in pač, če si introvertiran, se moraš v tem pogledu skozi malo brcati ven, tako iz cone obdobja. Tudi zame danes, ker zdaj včasih sem bil malo bolj medijsko pa skozi, pa kje prisoten, zdaj nisem, tudi danes, pa ful the best, pa vesel sem, ampak tako sem vmes, pa sem res, a mi treba, moram, vse lahko bi bral knjigo, lahko. Pa ne zato, da mi to manj pomenilo, jaz sem res vesel, super, da si mi povabil, the best mi je s tabo, cenim te zelo, tudi poznam tvoje delo, tako da mi je bilo res v čas, da sem tle, ampak še vsem, cel življenje, kot introvertirana osebnost me to odzadaj spremlja, pa ne bi šel raj domov, pa tam bral knjigo, a mi je res tega treba, to kot karakterno, in potem se skozi moram brcati.
In to je bilo že cel life, ker sem začel to startup podjetništvo, imel sem tudi neke večere z inovativnim podjetnikom, ki je bilo tudi na televiziji in podobno, in sem mogel vabiti goste, in pol, kakšna velika imena, veš, pa tam, zdaj moram iti tja in ga moram povabiti. A mi je res tega treba, ne bi rad doma bral knjigo. No, in pač, če si introvertiran, si mačkan, bom rekel, nimaš take prednosti, kot ekstrovertirani, ki se pa z veseljem networkajo, ki jim pa ni problem, ki so radi med ljudmi, ki bistveno lažje delajo z ljudmi, ki jih to napolne. Pa zakaj je to pomemben? V življenju, recimo, če bi zdaj rekel, moja prednost je, da delam že skozi z uspešnimi ljudmi. Pri startupih sem delal s poslovnimi angeli Slovenije, to je bila pač mogoče točka, ki je imela celo največ vpliva na moj karierni razvoj. In sem zelo intenzivno delal z zelo uspešnimi mladimi, z uspešnimi investitorji in tudi zdaj ne delam z menedžerji, s podjetniki, se pravi, nekako že skozi delam z uspešnimi ljudmi. No in tudi moji vrstniki, ki so danes bistveno bolj uspešni od mene, ena lastnost, ki v večini izstopa, je to, da so top networkerji. To, da a veš, ni problem iti na dogodek, so v združenjih, poznajo ljudi, se networkajo posod, kjer je možno, ampak to tudi na tak zelo, sicer nekateri zavedno, nekateri nezavedno, ampak na res tako dober način, tako občudovanja vreden, ne vem, ratajo eksperti v nečem, ko smo govorili, so povabili na neko konferenco, tam na konferenci je neka lista za njihovo branžo ali kakorkoli pomembnih ljudi, in zdaj tam nastopajo, ampak kaj je korak naprej, kaj če te ljudi povabijo na kosilo, pa se z njimi dobijo, kaj če jih naredijo nek follow-up in tako, in so res dobri networki in se zgradijo v nekih skupinah, dober network in potem ta network tudi med sabo povezujejo, mu dajajo vrednost, ampak tudi od njega nekaj imajo. Tako da, zdaj pa, ko imaš dober network, je pa kaj, se ti odprejo priložnosti. Zato, ker ljudje se spomnijo na te, vejo, da si v čemu dober, te pokličajo. Redko se zgodi, da boš nekdo šel brskati na internet, kva pa tam, zdaj moram enega najdeti, ki nekaj dela. Ampak bo vedno startup, to je bila še nekaj dela, UX, klema nekaj. In zdaj, če imaš ta network, to je ful vredno. In seveda, če si ekstrovertiran, ti je to naravno, to pač počneš. Če si introvertiran, ti to ni toliko naravno, ampak da pa se, ne da bi pač zdaj tle na svojim linkaj, ampak jaz sem zelo introvertiran, ampak se že 20 let skozi brcam, kjerkoli je. To tako, sploh, ker sem bil mlajši, ker sem pač to mogel ful delati, sem bil poslušal na predavanju, kakšnega uspešnega poslovnega, imam vprašanje, čemu zdigam troko, ma ne bom, pa se mi ni treba, pa ampak me ful zanima, bi ali ne bi, pa tako veš, 5-10 minut sam, ma bom, pa se prav spomnim na eno predavanju, bil pa en res ful zanimiv, pa sem imel 5 vprašanj, pa sem tako že 4krat vprašal, pa že vsi malo tako, pa le še enega imam, a če zdaj vprašati, ali čem pol na koncu, kdaj, ma ne bom zdaj, še zadnjič, In potem sem razkos mal brcati čez to. Načrtno si začel to delati. Kaj pa, če gremo nazaj v tvoje rojstvo, pa rečeva, kaj bi izbral? A bi izbral, da si introvertiran kot si, ali bi izbral ekstrovertiranost? Mislim, ker zanima me, kaj plusi introvertiranosti, ki so tudi enormni, ki jih jaz vidim. Ja. Zdaj imamo tle dve možnosti, kaj ne odgovorim, pa nobena ni dobra. Ena je, da bi rekel, to, kar imam, to mi je bilo pač dano in zato sem tle, ker sem zdaj danes in to je super, ali pa druga, da bi rekel, valjda, če mi je možnost, bi si naštimal vse na maks. Kaj pa res misliš? Kaj res mislim, da itak nimam izbire, tako da se ne, mislim, tle je, kaj je, nimam vpliva na to, tako da... Razumem, ok. Tako da, mislim, če bi imel izbiro, bi verjetno sedel na maks, Vse na maks. Kar bi se dal, spogajati. Sam vedno je pol, a veš, ker živimo v svetu polarnosti, ker daš neki na maks, gre neki na nulo. Ja, to pol ni, jaz bi uno. A ti bi super, ti bi čarovnija. Ja, to ono. Se hicam, ali sam pač, nimam vpliva na to, kaj je in pač tako je, Zdaj, kar se tiče prednosti introvertiranosti, definitivno, da ne bo kdo narobe razumel, da se pravi, vsaka stvar ima pluse in minuse, čisto vsaka, skoraj ni, da lahko bi najdel kakšno, ampak isto je pri teh dimenzijah, In valjda introvertiranost ima
ima svoje prednosti, ki pa vodijo mogoče do druge tudi dimenzije ali pa to, kar sem omenil, da rataš res ekspert v nečemu. Ne. Zdaj, introvertirane osebnosti ima mogoče to prednost, ne, da lahko ure in ure berejo, študirajo, delajo, analizirajo, zato mogoče recimo tudi največ programerjev, introvertiranih in podobno. In tle pa imajo introvertirani neko konkretno prednost, ne, da lahko razvijajo kompetence, ali pa da lažje razvijajo neke kompetence, da lažje, ne vem, zanalizirajo, kaj razumejo, svet naštudirajo kot ekstravertirani, ne? Ker v življenju se moraš vedno odločati. Ne? Strategija je, kam boš investiral svoj čas, denar, vse ostalo. Ne? To je življenjska strategija in ekstravertiranega človeka naravno bolj vleče k socializaciji, ne? Introvertiranega naravno bolj vleče k nečemu, ki bo v sami. In zdaj, kar ni dobro je, da delaš reaktivno na avtopilotu, ne? Da rečeš, ok, sem ekstravertiran, pač bom skozi samo odzuni, ne, ker je to premalo, se pravi, rabiš kompetence, ne, tako da moraš potem ta svoj nagon mačkano omejiti, pa reči, ok, do tog sem družil, ne, tog bom pa bil sam sabo, pa investiral nekam drugam, ne, in zdaj za introvertirane pa isto. Lahko reče, ok, tle sem brcu iz cone obdobja, zato ker me to vleče nazaj, zdaj, ker sem pa introvertiran, bom pa to izkoristil v te smeri, ne, in najboljša smer, kamor lahko to izkoristiš, je to, kar sem mogoče že omenil, da razviješ neko kompetenco, ki je zelo iskana na trgu. No. To je za karierni razvoj res osnova. No. Tako da, če gre zdaj iz introvertiranosti, ekstravertiranosti, kjer prednosti, slabosti gor dol, ampak zelo najuspešnejši ljudje so top networkerji. Pika. Se pravi, znajo zgraditi mrežo, imajo mrežo, tudi to, kar smo prej se pogovarjali, ne, recimo to, kar počneš ti, ne, je en način gradnje mreže, ne, in da se zelo načrtno to mrežo zgraditi. Imaš nešteto društev, ne, Yes, MČM, Y, Združenje Manager, Rotary. Vsako področje ima svoje društvo. Ja, imaš konference, lahko začneš svoj podcast, lahko, možnosti za networking je full, ne. Sam moraš biti proaktiven preč, zdaj bom pa to naredil. In ne glede na to, da si introvertiran, ekstravertiran, se da to narediti. Lažje je pa ekstrovertiran. Imajo pa kje druge, jim je pa težje. Recimo zdaj v času epidemije jim je bilo bistveno težje. Smo bili introvertirani, doma sem in berem. Jaz sem delal teste osebnosti, in sem malo bolj ekstrovertiran, ne? In čutim vse to, kar si rekel, ne? In se strinjam s tem, da mi je ta sposobnost ali pa ta želja po druženju fulkrat pomagala. Ne? Ali pa tako kar naravno vidiš, ne vem, kad dva človeka spoznaš, dejansko ti v glavo začnejo padati stvari, kako bi ona dva vrednost imela med sabo. Ideje ti konstantno padajo. Ne? In se mi zdi, da je to lahko bolj trait, ki si obrnen proti ljudem, ali pa ne vem, več empatije imaš, ne? Ali pa podobno. Ne? In je v tem svetu, kot je zdaj narejen, je to ful koristno, prednost v bistvu. No, ampak če zdaj na to drugo dimenzijo, ki pa je bo mogoče celo najbolj pačil, ta je vestnost, mislim, da je v slovenščini se reče, ne? Ampak jaz bi to kar razširil na kompetentnost. Ne? Rečemo, zdaj, če te ljudje poznajo, ne, to ni dovolj. Ni dovolj, moraš potem deliverati nek konkreten value. Se pravi, moraš imeti nek set kompetenc, s katerimi pač deliveraš konkreten value. In eno je osnova, higiena, ne, da to, kar rečeš, da res narediš, pa ne vem, da narediš dober, da narediš v rokih in podobno. Ampak zdaj, ključno vprašanje, če govoriva o kariernem razvoju, ne, rabiš delati stvari, ki jih pač trg v določenem trenutku rab. In stvari, ki jih trg rab, jih je ogromen. Ne vem, če kdo prenavlja stanovanje, gradi hišo, komi dobi izvajalce. Ne? Če rabiš dobrega zdravnika, če rabiš dobrega pravnika, komi dobiš izvajalce. Ne? Če iščeš zdaj programerja, komi dobiš izvajalce. Tako da spekter nekih veščin pa znanj, ki jih lahko razvijaš, ki jih trg rab, je ogromen. Ne? In vsak od nas sigurno lahko najde par teh, v katerih je dober in jih ponudi na trgu. In to bi rekel, da je celo, če pogledam tako ljudi, ki niso se nič načrtno ukvarjali s kariernim razvojem ali pa
bi rekel tudi ta personal career development, to je vse pač ok, ne, whatever, ne. Krep. Ja. In če bi rekel, ok, kjer jim gre ful dobro in kjer jim gre ful slabo, ne, je oni, ki so naravno prišli v neke panoge, ki so ful v porastu, ne, ki pač je ful demanda po talentu in pač boljša plačila, več opportunities, pač vse ne se ti odpre. To sem bil jaz, ja. Sreča pač, da sem zadev področje. In nisem načrtno šel v to, ne? Ker dostkrat danes mladi, ki mi pišejo, jaz bi bil UX designer. Je načrtno, ne? On se zalupi v idejo, lahko delam remote, ful je plačan, ful je iskan, jaz bom bil to. Jaz sem pa obratno, ne? Jaz sem pač, prišlo mi je nasproti, ne? In mi je bilo všeč in sem šel in nisem razmišljal, to je pa dobra industrija za prihodnost, ne? No, to sem tudi jaz start-upi srečal, ne? Takrat, to je 15-18 let nazaj, start-up besede še ni bilo, ne? Je pa ratala ful pomembna strateška usmeritev vseh držav in ne start-upi. In jaz sem bil tudi to v nekem trendu, ki mi je omogočal, da sem delal najprej na univerzi, potem pri poslovnih angelih Slovenije, ne, in sem si tle zgradil neko ime, potem network in vse ostalo. Ne. In to tudi ni bilo načrtno v tem smislu, da bi rekel, start-upi, to sem zdaj prebral, da bo glavni trend. Grem jaz tja, ampak me je naravno potegnilo. No? In to pa je neka sreča. Ne? Ampak tudi vidiš, da takih stvari v življenju ne pride veliko, ne? Ni kar tako, da bi rekel, vedno me je potegnil ta prav trend, doskrat te pač ne. Ali pa, no, vse o tem se bo še pogovarjala pri naslednji dimenziji, da kako težko je načrtno iti v nek trend, no? Ampak bom povedal tudi kakšno idejo, kako pa, ali pa recimo, kva sem jaz zdaj, do česa sem prišel kot orodje, da mi omogoča, da sem malo bolj pozoren na te nove trende. Ampak če gremo nazaj, ja, ta, se pravi, kompetentnost, ful, ne vem, nekje sem prebral neko zgodbo, ne, recimo, da si nekje na cesti, pa si z enim človekom, pa se temu človeku nekaj zgodi, ne, in okrog je neka množica. In noben ne bo sprašal, a si ti dober človek po srcu, a zna kdo ne pomaga temu človeku, ne, a zna kdo, ne vem, če si zelo mnogo, zdaj to imobilizirati ali kakorkoli, ne. In to so te kompetence in če je nekdo res ekspert v nečemu, pa res obvlada, ne, pa pride do halo efekta, se pravi, mu pripisujemo tudi druge boljše lastnosti nasploh, ne, pa ne glede na to, kaj on počne, vemo, da bo to res dobro naredil, ne, in pač bomo tam naročili ful nekih odpustkov in podobno. Ne. Tako da biti v nečemu res dober, pa da je to iskano, potem pride do kariernega razvoja. Ne. Tako da ja, no, to bi rekel glede tega, da ne bo predolga. Zdaj pa če reva na naslednjo zadevo, ki pa se navezuje točno na to, ne, kako prideti v neko trend industrijo, kako naj te zanima nekaj, kar je res dobro. Ne. No, tle pa tretja dimenzija, ki rečemo odprtost do sprememb, ne. In jaz, čeprav to ljudje včasih rečejo, ne, to ni res, ne, ali pa ne pozna se dobro, ne, jaz sem konzervativen karakter, ne, nisem toliko odprt do sprememb. Ne. Pri tej prejšnji diligence, pa vestnost, pa kompetentnost, tam ful izstopam, ker sem vedno bil izvršen, prijel sem začel delati to, ne. Tam pri prvi smo rekli introvertiranost, ne, zdaj pri tretji odprtost do sprememb sem bolj konzervativen karakter, ne, čeprav to vsi pa ti si neko podjetništvo, pa ideje, valjda, da si odprt do sprememb, ne. Zdaj pa, ja, odprtost do sprememb. Se pravi, če želiš te makroekonomske trendi, panoga, kam gre, to je ful pomemben, do kam boš prišel v svoji karieri. Ne? In zdaj, če hočeš pospešiti svoj karierni razvoj, moraš biti v nečemu, ki je trendi, ki je novo, ki je, pa ne glede na to, da si zdaj v podjetništvu ali v nekem biznisu začneš delati, ne? Če podjetje raste, če panoga raste, so priložnosti, je možnost razvoja in podobno. No in zdaj, recimo, kakšno razmišljanje, če nisi odprt do sprememb, ne? In to sploh zdaj, ko sem to pač malo analiziral, sem videl, koliko enih priložnosti, recimo, nisem bil dovzeten do njih, pa bi lahko bil, ne? Če grejo od nekih teh zadnjih trendov, ki mi padejo na pamet, ne, eno je Clubhouse, ne? Recimo to, valjda sem prebral, ne, to je zdaj ful, ampak moja prva misel je bila, pa lej, še 15 appov imam, nimam časa slediti kontentu, a še en app, kjer je kontent, ne. Če bi bil odprt do sprememb, rekel, to je pa nekaj novega, daj si bom inštaliral, bom pogledal kaj in kako, ne. Vse pol sem si, ne, pa mislim, Sakle si imel prav, ne.
da ni bil da je bil začeten ta raš, ni pa to spremenilo na social medije. To se zdaj da povedati. Zdaj pa kje je pa ta trik, ki se mi zdi glaven, je, da ko pride do ene take zadeve, da nisi tako odklonilen, ampak rečeš, ok, namenil bom 5-10 ur, da raziščam, da probam, da vidim, kaj se dogaja, da mačkam spremljam in če ocenim, da je tle pa nek potencial, pa skočam not. In ta razlika, da na prvo žogo se upreš, le pa že to kontenta je, pa ne bom. Pa pol, če je naprej, TikTok, pa to je nekaj za mlade, tam kaj dela, kam gre ta svet, to je prva misel, ne bom. Veš, ni to, da bi pač pogledal, razmislil, ok, zakaj je to tokrat, zakaj je to zanimiv, kaj se da tle narediti, kakšne so tle priložnosti, Pa imamo pa še kup drugih hod, ne vem, recimo, ki je bila cloud revolucija, SASI pa to, moje prvo, pa vse to je bilo prej, prej smo imeli mainframe pa terminale, zdaj imaš vse na računalniku, zdaj gremo spet kva nazaj, Pa vmes je nastala cela SaaS industrija, imaš uspešne exite, tudi slovenske, biznise krog tega, in kup takih stvari in te novi trendi se skozi dogajajo, in če pravi podjetniki, ki sem jih pozval, imajo full nos za te trende. Dogaja se neka sprememba, jih to zanima, se posvetijo temu, preučijo, razmislijo, kaj bili novi modeli, kako se bo spremenila struktura. Imajo head start, če. Ja, in pa hitro skočijo not, so oportunisti, vidijo, tle bo nekaj, tle se nekaj dogaja. Isto, ne vem, kripto, pa mene že zgodi, ker se v takih krogih gibljem, da je blaž, bomo majnali, kaj bomo delali? Kaj bomo delali? Sliši se kot nek scam, ja. Ampak tako, a res takrat nisem mogel se vzeti 20 ur, ali pa 3 dni, pa res raziskati, se res temu posvetiti, in tako da, zdaj imamo pa tle še en problem, da a zdaj se pravi, mogoče koliko si rigiden ali pa strog do sebe. Zdaj pravi podjetniki, oni se ne ukvarjajo zdaj, a ta branža mene res zanima, a je tle res neki, kaj je želim v tem delati, a je to zdaj res del mene, a je to moj passion. Ja, a je to res kar, pol to je breme, si že v tako težkem izzivu, da boš nekaj naredil, dodaš še dodatne okove in vse, zdaj pa še 15 pogojev, kako bom jaz nekaj naredil. In to je pol skoraj nemogoče. In če se nekje dogaja tektonska sprememba, če vidiš, da tam lahko nekaj narediš, če vidiš, da je priložnost, pač moraš iti resno v to. Zdaj, če te to res ne zanima, če ti res ni cool, ok, pač ne greš. Če se pa to poklapa, kot se je nama pri UX-u, pri startupih, da se pa to naravno poklapa, to je pa pol sreča. To je pa sreča. Da se pa delno tudi načrtno narediti. Da se sigurno to narediti, da nisi v poziciji, zanimajo me ful neke neperspektivne panoge, in jaz sem zdaj vztrajal pri temu, ker je svet ne fair, ker pač je to tudi pomembna panoga in pač vse, kar je se zagrenjen, lahko vam priješ tega. Si jezen na nas, na cel svet in vse. Zato, ker po črto life ni fair in v dostih panogah, v dostih, v čemarkoli, pač bi si zaslužile več posluha, vse tudi pri content creationu, recimo, to je tipičen primer. Quality contenta je peščica, nekega entertainment, ne vem kakšnega pa, ampak to si lahko pol cel life jezen. Zakaj jaz nisem tak, da bi delal entertainment content, pa bi imel milijone subscriberjev, pa še bistveno lažje, mislim, ni nujno, da je lažje, ne bom rekel, ker nisem nikoli probal, ampak rečva, drugače, veš, tle na tem quality content moraš prebrati, moraš razmisliti, moraš se pripraviti, pa ok, zdaj to, to je tipičen primer, rečva, napačnega razmišljanja. Jaz sem prepričan, da nekdo, ki entertainment, pač ta zabaven content ustvarja, da je to tudi ful težko, da ni tako, da bi rekel, on se 3-krat slika, pa je to, veš, to je. Ampak to je bila zdaj moja prva čustvena reakcija. Temu se pa zdaj reče, a si reaktiven ali si proaktiven. Reaktiven je, to je vse brez veze, oni to z lahkoto, jaz se pa tle matram, pa je full manj efekta. To je zdaj reaktivno. Zdaj pa, če reče korak nazaj, ok, umiri čustvo, pa da razmisliti, ali je to tako simpel.
Koliko pa je teh, ki ustvarjajo zabaven kontent, kako pa izstopati iz tega, kakšna je pa tle statistika, koliko se moraš pa matrati do tega, pa vidiš, da pač tudi ni toliko enostavno. Plusi pa minusi so povsod. Mogoče, če greva nazaj, kaj si rekel, tisto odprtost do sprememba. Ti si rekel, da si dost proti zaprtosti do sprememba, jaz sem pa preveč odprt do sprememb in dostkrat me je v lifeu to negativno vplivalo. En primer. Apple je dal ven nek partnership program za podcasterje in jaz sem isti dan se prijavil. In oni so imeli naslednji dan, zato ker so se prijavili tehnične težave. In mojega podcasta ni bilo en teden, sploh na feedu, na Apple podcastu. In sem takrat tako razmišljal, zakaj se toliko zaganjaš. Zakaj sem jaz mogel isto sekundo, ko je nekaj novega, sem jaz mogel biti del. Ampak tekom življenja je pa to veliko več plusov prinesel, če tako razmišljam in mi je v redu, pač delam te žrtve parkrat, ko se zaženem. Ampak to, da spremljaš stvari, ki so nove, sploh zdaj, ko svet vedno hitreje, rapidno se spreminja, se mi zdi, da je ta lastnost ful uporabna. Da tako skozi skačeš, pa nekaj vidiš, to pa ni enodnevni fed, recimo, kaj si rekel, blockchain tehnologija, pa greš malo bolj globi lahko noter, ampak da si prišel do tega zgodaj, si mogel biti ta skakavca, vse te more zanimati, vse, kar je novo. Zdaj, mačko bom dal bolj filozofski odgovor, se pravi, to je ful velika prednost, če ni ena izmed takih tipičnih psiholoških vzorcev obnašanja, ki nakazuje na to, da težko pri nečemu ustrajaš ali pa da si dosleden in podobno. Zdaj, da ne bova preveč zašla, ampak tako na hiter, se pravi, uno leto, ko sem se ukvarjal s psihologijo, je bil zame tako tak revelation. Zakaj sem prej toliko tega personal developmenta, ki je površinski, zakaj nisem šel takoj na to bolj hardcore. In dosti hiter sem videl, da kup nekih mojih vedenj izhaja iz čist nekih drugih problemov, kot sem mislil, da so. In zdaj se bom navezal takoj na to, kar sem povedal, pa bom dal par sorodnih vedenj. Eno je, da sem vedno skozi zamujal. In zakaj sem jaz skozi zamujal? In to je pač v zadnje nek psihološki razlog, da ne vem, time pressure, da te malo spodbudi, pa mogoče malo se upiraš avtoritet, pa pač so neki psihološki razlogi. Potem drugo, da sem rabo diplomo, da sem dokončal, ne vem, bistveno več let. Zdaj lahko bi rekel, bil sem dalj časa na faksu, da sem si zgradil res network med več generacijami, ampak ni. Zakaj? Zato, ker mogoče spet ena taka značilnost, če nimaš, ali pa bi rekel, če zdaj mačken bom izrazil se drugače, če nimaš dovolj močnega egota ali pa osebnosti, včasih lahko težko zaključuješ stvari. Se pravi, pač pustiš stvari odprte, zato ker jim nisi pripravljen, da zaključiš in kar ustrajaš, lahko v razmerjih, lahko recimo, da ne dokončaš diplome ali še karkoli drugega. In eden izmed takih pokazateljev bi lahko bil to, da pri ničemur ne ustrajaš dovolj dolg, se ničemu ne posvetiš, ampak greš iz cveta na cvet, lahko v osebnem življenju, lahko v poslovnem ali pa kjerkoli druge. In zdaj to je lahko prednost v smislu, kakor si omenil, da skozi iščeš neke nove priložnosti, ampak potem, ko pa najdeš eno, ki je mogoče res ta, ki tudi se poklapa s tvojimi interesi, pa vse, rabaš pa ta drug del, kjer pokažeš, da ni zdaj to, da boš celo življenje šel iz cveta do cveta, ampak da se mogoče pa nekaj časa posvetiš nečemu in se znaš temu tudi komitati. Tako da commitment je doskrat, ali pa problem commitmenta je doskrat pokazatelj, da moramo mačkano več delati na, jaz bom rekel, ne ego, ampak osebnosti. Ta ego mogoče doskrat ta ego si razlagamo kot egoizem. Jaz si ego razlagam kot to, da smo dovolj močni, da znamo krmariti med našimi temi primarnimi željami, impulzi, med našim super egom, ki nam daje omejitve, med realnostjo, ki ima svoje omejitve in še med tem, da smo v socialnem okolju konstruktivni. In zdaj moramo biti osebnost dovolj močni, da znamo to korigirati. In pol, če imamo neke šibkosti, recimo to bi lahko bilo, da zamujaš, da ne dokončuješ stvari, da greš iz cveta v cvet, potem boš težje uspešen.
iz tega vidika je mogoče dobro, ja, da se pri kariernem razvoju tudi ukvarja sam s sabo, ne samo s kompetencami, pa in da se networkaš, ampak tudi, da sebe razumeš, da razumeš, kje ima svoje slabosti, kjer je slabosti nič hudega, če jih imaš, ne jih pač pustiš, kjer je slabosti pa res ne vplivajo dobro na doseganje ciljev, oziroma so celo mogoče neki psihološki elementi, ki te držijo nazaj. No. Tako da ja, če rečeva odprtost do sprememb, mora biti res odprtost do sprememb, da te zanima nekaj novega, da raziščeš, da se odločiš, ne, a je zdaj to nekam, kamor bi šel, ampak da se pol znaš tudi komitati pa tle nekaj narediti, ne, ker če tega ni, pol pa ja, skozi TTR. Ja, zdaj so že ene parkrat sva govorila mogoče, sem tako jaz slišal, o balansu. Začela sva s tem, ker sem te vprašal, a bi si dal vse na tja, pa sem jaz rekel, mogoče, a ne, če daš vse na eno stran, ti nekje druge fali. In zdaj vsako stvar, ki sva jo opredelila, sva tudi drug pol mogla opredeliti, ker vedno ti neki. In se mi zdi, da tako meni osebno, kar sem jaz mogoče iz prakse, predvsem izrazito je to v zenu, ko imaš to dualnost, popolne predanosti in strogosti, recimo ne bom se premaknil niti za milimeter, zdaj te 2 uri. Pa imaš drugi pol, ki pa istočasno deluje in to je zelo težko razumeti psihološko, je pa, če se premaknem, niste mi nič narobe. Ampak ne rabiš se premakniti, lahko pa se. In te ta dva pola imeti istočasno v psihi, je tako ful zanimiva stvar, saj za mene. No? Se mi zdi, da tako skozi na nekem balansu si gor in čutiš takrat, da je prava smer. Ne? Zdaj, tle je mačken drugačen odgovor, kot bi pričakoval. No? Ja, v tej moji personal development raziskovanju pa pisanju, sem seveda zen, stoicizem, vsemu temu sem se v nekaterih obdobjih dosti posvetil, raziskoval in podobno. Ampak danes gledam na te stvari mogoče bistveno drugačne. No. Bistveno predvsem pa... Kot takrat. Ja, predvsem pa ta del, sem mogoče res se bolj posvetil raziskovanju psihe, mi je odprl en drug nov pogled na vse te ostale stvari. No. Zdaj, tle mogoče en disclaimer, to je zdaj pač moja interpretacija, jaz nisem strokovnjak iz psihologije ali kakorkoli, ampak pač samouk, kakor me zanima, zato ker me zanima osebnost, zanima me raziskovanje sveta. Ampak, če bi me danes vprašal, rekel, kup stvari, o katerih tam govorimo, niso čistko res, ampak so samo neka uteha. In zdaj zakaj? Zdaj, če greva, ne vem, na zen ali pa na budizem nasploh. Ja, vse je minljivo, ne se na nič preveč navezati, v bistvu, ampak v resnici je glih obratno, da je razvij svojo kapaciteto za odnose, za življenje do te mere, da se lahko navežeš, pa tudi, če gre kaj narobe, boš preživel in boš šel mimo in ni, se pravi, če se distanciraš od vsega, ne boš izkusil življenja, kakor ga boš, če pa se komitaš, ampak si osebnostno toliko dovolj močen, da valjda v življenju gre marsikaj narobe, se panoge sesujejo, se ljudje spreminjajo, te ljudje zapusti, ampak če ti razvijaš svojo kapaciteto, da zaupaš vase, da veš, da boš prišel čez vse te stvari, ki se ti bojo zgodile, potem je življenje bistveno lepše. Kakor če rečeš... ego se ne sme vezati, ja. Ja, ego se ne sme vezati, ne da sem pa... A smem dati eno, ki je meni pomagala, ker sem zadnjih 15 let sam to razmišljam o svoji psihi. Mislim, da rešiš mogoče to uganko z ne se navezati na nenavezanost. Ja. In jaz mislim, da je veliko krepa je tudi na vzhodu. Mogoče celo več. In jaz mislim, da se 110% ljudi, ki se ukvarja ali z duhovnostjo ali z budizmom, se ujame v to zanko, ki si jo ti zdaj opredelil. Ker se navežejo na nenavezanost. In to je zelo težko, ker zato sem prej hotel ta dva pola, ki morata biti istočasno v psihi. In to je ful težko razumeti, ker mi imamo to strukturo, jaz sem en in eno mnenje imam.
eno mnenje imam zdaj, lahko ga spremenim, ampak vedno je eno. Ampak hočem povedati, da lahko sta dva mnenja, ki sta si polarna, istočasno v psihi. Se mi zdi, da to, kar čutim, je resnica oziroma neresnica. Ne? Ja, mislim, zdaj bi to še iz ene druge dimenzije pogledal. Se pravi, ljudje zelo radi izjemno kompleksne stvari poenostavljamo in jih gledamo čez eno dimenzijo, ne? In rečemo, ja, to je to. In sploh stvari, ki pridejo v nek politični diskurs ali pa da nam osebno ful pomembno vzamemo neko radikalno stališče, ki rečemo, to je to, ne, in nič drugega. In to je ena stvar, ki sem se jo tako sistematično odvadil. In mogoče primer je tam, kar smo tudi rekli, ali pa eno vprašanje, ja, kjera bo največja grožnja človeštvu ali podobno. Ne. In zdaj, če izhajaš iz tega čustvenega ali pa iz nekega radikalnega, ja, to so podnebne spremembe, pika. Ne. In zdaj to smo dali že v politični diskurs. Ne. Če si ena smer si za, če si druga smer si proti, ampak če se tako zdaj res vprašam, ne, koliko sem jaz od tega prebral, ne. Koliko sem jaz osebno res naredil za to, da bi bilo boljše, koliko me sploh moči, da lahko za to naredim, ne. Kaj se res dogaja, kje so infrastrukturne spremembe, kje so spremembe na posamezniku in na koncu, ko začneš res to poglabljati, ne, ugotoviš, da je to kompleksen problem, ne, da je ta situacija to kompleksna, da bi jo mogel celostno analizirati, da moraš vzeti ogromno nekih faktorjev in to spremeniti je ekstremno težko, ne, in da bi imel na koncu eno tako enostavno mnenje, da bi rekel, ena stvar in to je pravilno, je daleč od tega. No, in te nekako, bi rekel, tudi z marketingom, pa z čist psihologijo je prišlo do tega, ne, da kompleksne probleme ful poenostavimo in damo en zorni kot zato, ker dobimo ostrino. Zdaj, konkreten primer, ne, a formalna izobrazba je pomembna ali ni. Ne, in zdaj, če bi ni, to je brez veze, ne, in daš ti še naslov, ne, Blaž, ko si rekel, da je to brez veze, ne, bo to ful klikan in vsi bojo. Ne. Ampak je to ful poenostavljena razlaga kompleksnega problema zaradi tega, da dosežeš neko ostrino in pozornost, ne, kar je včasih pozitivno, včasih pa negativno. Ali pa nakažeš smer, ne, ker midva za res resnice ne morava povedati. Ja. To jaz verjamem. Ampak ti, kar rečeš, recimo, če bi ti mene vprašal, a je formalna izobrazba pomembna, pa recimo, da jaz rečem ne. Jaz sem sam smer nakazal. Seveda to ne pomeni v vseh primerih, za vse ljudi, v vseh časih. Ne? Ampak eno smer sem, da sem svoje sporočilo predal. Ne? In tako jaz gledam pogovore ali pa karkoli je zapisan, kakršnokoli sporočilo. V bistvu sam nakazuje smer nekam. Ne? No, ampak je ful... se pravi, ljudje si redko vzamemo čas, pa usedemo, pa se vprašamo, kaj nekdo res rekel, a mi to pomaga, kakšno je moje mnenje, kje je razlika, ampak spet reagiramo. Ne? Vzamemo iz konteksta, nekdo je to rekel, ne? Se pravi, večja verjetnost je, da bi rekel, če si rekel ne, bom jaz to zdaj vzel, da v nobenem primeru formalna izobrazba ni v redu. Ja. In zato je ful dobro, da smo egzaktni. Ne? In tako razložiš, kot si razložil. Ne? In rečeš, v teh primerih je nujno potrebna, v teh primerih je priporočljiva, v teh primerih mogoče ni nujna, ampak to ne pomeni, da se ne izobražuješ, ampak moraš najti nek substitut, kjer boš pridobil to znanje, ki bo aktualno. Včasih nimaš resursov časa. Ja, za tako komuniciranje. Pa tudi to, ki to razložiš, ljudje že YouTube pogasne. Ja, sej to, recimo. Ne? Ali pa en te vprašati na ulici, ne boš ti zdaj en teden mu predaval. Pač moraš optimizirati čas. Ja. No, sam zato pa pri teh, jaz temu rečem, mogoče gostilniške debate, kjer nisem dovolj raziskal, kjer se nisem poglobil, kjer nimam dovolj znanja, probam biti čustveno na prvo žogo, to je to, ne. Ampak probam posebej biti malo bolj analitičen pa reči, ne vem, če mi je to pomembno, sem vzel čas, bom raziskal različne vidike, bom pač probal pretehtati mnenja in v tem pa se vrneva k temu, kar si rekel, ne, lahko se zgodi pa tudi, da bom ugotovil, da sta dva kontradiktorna pola, kako gledati na to stvar in sta oba dovolj imata teže, ne, da bi rekel, lahko je eno in drugo. Ne.
Recimo za me ena taka stvar je bila, a obstaja Bog, ne. Recimo to je za me. Ni reaktivno, ne, da bi rekel ja ali pa ne, pa da bi se zdaj kregel, ja pa dokaž, da je pa ni, ne, ampak imam čist drug sklop vprašanj. Ne. Ja, pa ljudje imajo različne definicije tega. Kaj te eno vpraša, a obstaja Bog, Blaž Kos? Ti lahko rečeš ja, pa misliš nekaj popolnoma drugega, iz kjer je vprašanje izhajalo. Ne? Ja, ampak tle je tudi še čist drug sklop vprašanj v smislu, kakšno je življenje za vero ali pa brez. Ne? Ali v religiji lahko najdeš pa mogoče neke napotke, ki se jih splača živeti, ne? Pa jih je dobro živeti, ne samo zase, ampak tudi za society, ne? V katerih vidikih ne vem, je religija kot interpretacija Boga naredila dobro, kje pa slabo. Ne? Pa, a da mogoče to pa ljudem včasih moč, da grejo čez vsakodnevne izzive, zato da se lažje soočijo z realnostjo, ki je kruta. Ne? Ali pa na koncu, ja, glej, tle na neki kugli smo, ne? Noben ne ve, pač zvest oziroma vesolje je enormno, ne? Enkrat, ko to gledaš, ko odzumajo, ne? Dokam to seže, tako in že ta iz psihologije, ne, anxiety pred smrtjo, ne, že s tem se soočati. Lej, a res, ko me ne bo več, ne, bo isto kot pač prej, da prej sem se rodil, pač ni nič, ne veš, ne, ampak to je scary se s tem soočati, ne. Zdaj, kaj pa, če imaš nek mehanizem, da ti pomaga se s tem soočati, ne, že, tako da tle je spet kup nekih vprašanj, ne, kjer lahko prideš ravno na to, da bi rekel, zame, sprav, mogoče za kakovost življenja, je lahko in eno in drugo, ne, in vem, kje je eno pomembno, kje je pa drugo pomembno, no, tako recimo, ne, tako da pri nekaterih vprašanjih si dopuščam možnost, da ne pridem do logičnega zaključka in rečem, ne, tako je ali pa najbolj verjetno je tako, ampak rečem, lej, dopuščam odprte možnosti, ne da se ukvarjam z verjetnostmi, to pa zato, ker mi omogoča, ali da sem boljši človek, ali da sprejemam boljše odločitve, ali da boljše reagiram na družbo in podobno. No. Ja, meni je pa še to uporabno, ne? Vem, da nič ne vem, pa takoj po tem pa rečeš, tiste stvari, ki pa verjameš, pa rečeš, živim, kot da je to res. Ne? V bistvu, primer Boga, ne? Živim, kot da Bog obstaja. Ne vem pa zares, če sem iskren, intelektualno obstaja ali ne. Tako da moraš biti tudi ful previden, ko slišiš nekoga, ki pa je prepričan v karkoli. Ja. In klej mislim, da smo mi da ful usklajeno, oziroma tako bom rekel, no, ful mi je všeč vse, kar si do zdaj povedal. Verjetno ne maraš glih Ayn Rand, objektivizma. Kako gledaš na to? A si bral kdaj te knjige, ki so dosti popularne v podjetniških krogih, ne? Atlas Shrugged, pa kaj še druga? No, sej. Ja, zdaj, mogoče to je bil, ali pa to je ena pot, ki me še dosti čaka, ne, probam biti, zdaj nismo še dokončali teh 5 osebnosti, ampak druga dosti ful popularna je, kaj že, Myers-Briggs personality test, ne, in tam imaš ena zdaj, ki je, da si judging karakter, ne, in jaz sem, sploh, ker sem bil mlajši, sem bil full judging, ne, da sem, to ni prav, to je prav, to ne veš to. In zdaj, skozi življenje malo sem se že tega znebil, probam pa se še bistveno več. Ne. Zdaj probam izhajati iz tega. Življenje, sicer živimo v najlažjih časih ever, ne, sploh tle na tem koncu zemlje, ampak še vse je težko in je zahtevno. Ne, in sploh mogoče z drugih vidikov zahtevno, ne vem, vsa tehnologija, ki nas bombardira, pač neki pritiski, neka negotovost, kam boš v finančni svet, toliko panog, kjer lahko, se pravi, še vse ni to lahko, ne. Vsako obdobje ima neke svoje specifične zahteve, ne, in življenje nikoli ni lahko, oziroma noben ne živi, ne, v popolnim, vse je v redu, ampak vsak ima neke svoje izzive. In zdaj, po drugi strani pa tudi ni, da bi rekel, 100% psihološko močnega človeka, ne tisti, da me vse na maks, kot smo rekli, ne, da bi rekel, kjerikoli izzivi, kakorkoli pridejo, jih bom premagal. Ne, se pravi, to imamo zdaj drug problem. Ne. In zdaj, da se sooča z realnostjo, da prideš iz te izzive, rabiš neka orodja, rabiš neke interpretacije in podobno. Ne. In zdaj sklop teh orodij je ful, od bolj ezoteričnih do vere, do zelo praktičnih,
mogoče vaj iz psihologije do še bolj mogoče čist konkretnih nasvetov za različna področja. In zdaj vsak si najde običajno nek nabor toolov, ki mu pomagajo, da lažje pride pa premaga te izzive v življenju. Ne. In to je treba dati pol v neke kategorije, kjer lahko rečem, da to je koristno, ne. Imam 5-7 orodij, s katerimi si pomagam, pol imamo pa še kakšne stvari, ki pa grejo nekoristno, ne, da pa ali z orodji bežiš od realnosti, se ne priznaš ali pa karkoli že. No. Tako da probam ne soditi na enak način, no, kot mogoče dosti ljudi me vpraša, kaj si misliš o tej podjetniški ideji. Lej, ne vem, ker ne vem, kako bo trg odreagiral in noben ne ve. In kup idej je bilo, ki bi jaz po judging karakterju rekel, lej, ni šans ali pa brez veze, pa so uspeli. Ne. In isto tle, eno orodje, ki ga nekdo uporablja, ne, mogoče ne koristi meni, se mi mogoče zdi tuje, mogoče pa njemu koristi, da gre lažje skozi življenje in premaguje ovire. Je pa tle pa če nekaj teh pogojnikov, ja, ali dela sebi škodo, ali dela drugim škodo, ali ttt. No. Samo načeloma probam biti tako odprt, ne, da pač si vsak najde nek sklop orodij, s katerimi lažje premaguje te ovire, pa mogoče probam biti malo bolj judging, a so odzadaj dobri nameni, ali pa tudi to, bi rekel, v zadnjem času še ta del probam majčkeno bolj spustiti, zato ker je ogromen del naše osebnosti, na katerega pač nimamo vpliva, ali pa so bili rezultat genov, okoliščin in pač noben ni sam izbral, da se mora mogoče z nekimi izzivi soočati, ki celo presegajo orodja, ki so mu dana, da jih premaga. No. Tako da mogoče bi majčkeno bolj diplomatski odgovor, no, ne, ampak ja, so orodja, ki nam pomagajo skozi življenje. No, in dokler ni to, da nam ne škodi ali pa da ne moramo funkcionirati, da slabo funkcioniramo ali pa povzročamo škodo v svojem okolju, ne, so ta orodja lahko zelo koristna. No. Ja, super. Oprosti, ker sem te prekinil pri teh trejtih, ki smo šla čez. Ja. Lahko mogoče nadaljujeva, da imava isto nit. Ne? Sam pol ure smo zašli. Ja, lej, se sem ti povedal, sem te opozoril, da scenarij je tako. Tako da, spravo, imela smo prvo, ne, introvertiranost, ekstravertiranost, da malo pač ponoviva. In tle, ja, če si introvertiran, ne, ali pa ne glede na to, kakršni karakter, networkat se ne, tako je zdaj, če je kdo tak proaktiv, naj te piše, ne, da bi bil gost v tvojem podcastu. Ja, okay. Pol ima drugo, ki svoje mačkane, ta vestnost, kompetentnost, se pravi, da delivra stvari, da imaš neke veščine, s katerimi konkretno prispevaš nekaj, kar so ljudje pripravljeni plačati. Pa ima tretjo to odprtost do sprememb, no, ker sva zdaj mačkane zašla, ne, kako gledati na stvari, kako ne imeti nekih radikalnih pozicij, ampak se prilagajati. Pa ima pa še dve. Eno je, po domače, da koliko se strinja z drugimi, ne, koliko imaš neko lastno prepričanje, ki ga težko spremeniš, ustrajaš, ne, koliko se pa tudi prilagodiš, pa strinja z drugimi in podobno. Zdaj, tle bi dal en sklop, mogoče ne toliko zelo direktno povezanih nasvetov, ampak bi izhajal iz tega, da višje, ko greš v karieri, ne, več ljudi, ki se težje strinjajo s tabo, ki rabiš več energije, da se strinjajo in bolj je naporen. Dostikrat rečejo, na vrhu je samotno. To pa zato, ker ja, se pravi, ljudje, ki pridejo na vrh, ne, imajo pač neke dimenzije v smislu lastnih ciljev, v smislu, da vztrajajo pri tem in podobno. In tudi bolj, ko gremo na vrh, običajno so odzadaj neki driverji, ne, se vse ne, to narcizem ali anxiety ali karkoli, ki te pripeljejo do vrha. Ne, in to ni, da seš pa ti zdaj ekstrinju za sami, pa ne boš povedal svojega mnenja in podobno. No. In tle je pa ta resna osebnostna rast, gradnja karakterja, pa people skills. Ne. In tle, če bi dal glaven nasvet, kar se tega tiče, je, pa ne glede na to, kje si na tej dimenziji, ampak bi bil, da razvijaš vodstvene veščine in da razvijaš neka orodja, ki ti pomagajo res
blesteti v odnosih, ne glede na to, koliko so te odnosi zahtevni. Zdaj, to so čisto praktična orodja, ne? To so praktična orodja, da znaš sam povedati svoje mnenje, da znaš sam spremeniti svoje mnenje, da se znaš pogajati. Ne? Pogajanje je mogoče celo najbolj pomembno orodje. Višji, ko greš, ne? Da znaš iskati common ground, da tudi če pač je full dinamike, nekaj v odnosu, ki je negativna, da znaš to menedžirati. Da si, bom rekel, da imaš kapaciteto za odnose, da te ne vrže vse tako iztira in se pravi, višji, ko greš v karieri, pa ne glede na to, je to podjetništvo ali v kakšnem drugem podjetju, bolj ti prav pridejo te socialne vodstvene veščine. Ne? In tisti, ki res blestijo, da je postati dober vodja je ful težko, ne? Res ful težko. Pa biti dober v people skillsih je res ful težko. Ampak tisti, ki pa to razvijajo, ne? To je še ena sposobnost, ki je ful iskana, zato ker je to redka. Ampak tle je, če želiš biti v karieri uspešen, people skills moraš znati razvijati. No? In to zajema cel ta spekter, od tega, da komuniciraš svoje ideje, da si asertiven, da se znaš izpostaviti, do tega, da se znaš soočati. Ne? Pač zame, ko sem začel karierni razvoj, je bilo res tako, koliko je to enega upora, sistema, okolja, pa ne, pa kako vse prav nekaj dobrega delamo, ne, zakaj je to, ne, ampak nikoli ne podcenjevati, koliko težko je spremeniti nek sistem, koliko težko je vplivati na nek sistem, koliko težko je potegniti ljudi skupaj, no. In če se to naučiš, naučiš se najlažje, čez vse, čez prakso, da bereš, opazuješ druge, pač vse, kar ti je na voljo, ne. Ampak to je res, res, res valuable skill. In višje, ko greš, težje je, več ljudi je, ki so dominantni, ki imajo svoje mnenja in razviti veščine, da znaš to usklajevati, da znaš imeti dober odnos, kljub temu je tisto, kar je pa najbolj dragocen od vsega. Zato so vodje tudi največ plačani. Ne? In če imaš svoj biznis, če si nekje menedžer, pa tudi, če si strokovnjak na nekem področju, ne? Ta people skills, če v tem blestiš, je to ful velika prednost. No? Tako da v tej dimenziji pa lahko enkrat drugič se prav temu posvetiva, no? Ampak to je pač ta del. Zdaj zadnja je pa nevroticizem, no. Tle imam pa tudi bi izluščil en ful pomemben nasvet. Se pravi, kako pomembno je ohranjati pozitiven outlook na življenje. No. Meni 2008, ki je prišla finančna recesija, finančna kriza, no, ki je bila prva. Jaz sem začel študirati takrat. Ja. No, ti se name ful močno vplival, ker jaz sem prej bil 7-8 let v biznisu in takrat je rasel, tako kot zdaj vse je rasel, priložnosti, vse je bilo. In takrat je pa en tak res temačen oblak prišel nad to karierno-finančne trge, kakorkoli. Pa ne razumem, meni je šlo še vedno takrat dobro, nisem imel nobenih takih problemov, ne? Ampak bilo je to, se pravi, jaz sem bolj občutljiva oseba, dosti sem tudi potem dovzeten do vsega, no, tako da na tem nevroticizmu malo višji kotiram. Mogoče tudi to malo povezam potem s to anksioznostjo, ki vodi v razvoj nekih kompetenc, ker ti da varnost, no, ampak to spet deva to drugič. Ampak kar hočem povedati, kaj se mi je zgodilo, je, da je to prišlo do neke negativne stopnje, kjer nisem bil več toliko pozitiven, kaj se bo zgodilo, bil sem mogoče malo bolj temačen, malo bolj zagrenjen in pol sploh ne vidiš več priložnosti, ne? Čeprav jih je v okolju ful in dobiš nek tunnel vision, ne? Ni več te odprtosti, ni več navdušenja in je to pač definitivno za karierni razvoj slabo. Tako da priložnosti se da ustvariti in če si pozitiven, če skušaš gledati pozitivno na life, na stvari, če si optimističen, ne, prej zaznaš te spremembe, prej jih vidiš priložnosti, no, ja, spremembe, priložnosti.
Če pa ne, pa se lahko čisto zapreš. Ne? In to te potem vodi, da se zapreš od ljudi, se zapreš od idej, se zapreš od novih trendov in na koncu ne greš pač nikamor naprej. Ne? Zdaj tam imela so te na vprašanje, kaj narediti, ko pa prideš v neko tako situacijo, ki je pač težka, ki moraš zbrati motivacijo, ki moraš zbrati. Ne? Tle pa imam mogoče karakterno prednost, da v težkih situacijah se relativno dobro znajdem oziroma meni osebno dajo neko moč, ne, da zdaj pa jaz to prigriznu. Tako da pač je lahko dati na sve, če si tak. Ne. Bolje vprašanje, kaj če ne. In tle bi rekel, da se probaš obkrožiti z ljudmi, z podporo za vsem, kar se da, da greš pač preko tega in da se počasi odpreš, da zgradi spet notranje kapacitete, da se lahko pač sooča z vsem. No. In tle tudi vse načeloma ni treba. Jaz sem potem vmes celo šel na psihoanalizo, no, kam itak to zanimalo, pa sem itak bral o tem, sem rekel, rabim tudi izkušnjo, ne morem samo brati, ne, tako da sem hodil relativno intenzivno eno obdobje, kjer sem se celo mogoče največ o tem naučil o sebi in kako neke stvari delujejo. Ampak če pademo v neko tako, pač ni nič narobe, če si najdemo oporo, če si najdemo pomoč in tle je spet tulov, kako to delamo, od tega, da beremo knjige, od tega, da pišemo, kar sem mogoče že na začetku omenil, da meni ful pomaga, ne? Od tega, da si najdemo neko strokovno pomoč, od tega, da ne vem, vizualizacije, orodje tako ne, in da mogoče kar je treba, ne, da no matter what, da najdemo ali strokovnjaki, ali kakorkoli, da naredimo en korak naprej. Vedno se da narediti en korak v neko boljšo smer, dokler počasno pridemo do tiste točke, da prevzamemo vajeti, pa gremo lahko spet sami naprej. No. Ampak na tem, sploh če smo melanholičen, mal tak negativen karakter, no, je ful pametno delati na tem, da se odpremo, da iščemo pozitivne stvari, ki potem vidimo priložnosti in znamo iti za temi priložnosti. No, jaz to ne znam opisati, kako je, ne, to je trajalo 2 leti, ne, kako, pa še vedno, ne, dobro mi je šlo, da ne bomo narobe razumeli, ampak jaz nisem nič videl, ne, tako, kakorkoli sem se pogovarjal, ne vem, Slovenija, finančna kriza, vse črno, nič ni, vse bo šlo ne, in se čist zapreš. Pol pa, ne vem, ko sem prišel ven iz tega, pa vse, ne, pa sem rekel, pa jaz zdaj to malo zanaliziral, kaj se je to obdobje dogajalo, ne, in pol kup branž je bilo, ne, energetika, pa ene par slovenskih startupov je šlo res ful dobro, ne, in pol sem malo z ljudmi tudi tam govoril, vse ni bilo kriza, vse ni bilo nič tu, ne, in pol, kako jaz tega sploh videl nisem, ne, kada veš, si odrezan od tega, ne, pa vse je bilo tako blizu mene, ne, zraven, ampak imaš pozornost čist na drugih stvareh, ne, in to... Kako si pa razmišljal takrat? A si razmišljal, to bo forever tako, nikoli več ne bo tako, kot je bilo pred krizo? A veš kaj, ker jaz nisem bil v biznisu takrat, kot sem rekel, sem študiral in nimam te izkušnje, a ne. In to velikrat mi starejši rečejo, ne, pač ti rabiš v bistvu tekom svoje biznis karijere nujno čim prej eno tako krizo, da v bistvu začutiš, kdo si takrat, ko je, a ne, when shit hits the fan, a ne. In to me zanima, kako si razmišljal o prihodnosti? Mislim, zdaj prvo je pojav, kaj se zgodi, ne. Predtem je skozi ful priložnosti, ne, pa da je še to, bi tam še pisal, lej, še tle imamo to se dogaja, ne, denar kroži, nek pozitivni sentiment je, obilje je, poslovna večer, in pol tega kar naenkrat ni, ne, in se tako vprašaš, kako, kam je zdaj vse to šlo, ne, to je mogoče prvi, da te zunanje, vse, kar so govorili, kako so te megatrendi, ne, tudi makroekonomski pomembni, do kam boš prišel v karieri, ne, vidiš razliko enkrat, ko imaš pospešek, ne, ko ti veter piha v hrbet, ne, pa enkrat, ko nimaš, ne, in zdaj, zdaj treba pa brez te pomoči nekaj narediti, ne, to je tako prva, ne, pol pa greš čez une tipične faze, ne, da si jezen, pa da zanikaš, pa ne vem kaj še vse, ne, ker nekaj izgubiš, ne, greš čez une tipične faze, dokler se pa s tem ne sprijazniš in nekaj narediš, ne, zdaj kaj razmišljaš,
Pa čisto, kot vseh teh, ne vem, če reš po dolgem partnerju, vsakič, ko nekaj izgubiš, ki ti je pomembno, ne, isto se sprašuješ, ne, pa je to fair, pa zakaj se to zmoglo zgoditi, pa ne bi bilo bolj, če bi bilo drugače, pa ja, sej vem, se bo lepši čas, ampak kdaj bo to, greš čez vsa ta neka tipična vprašanja. No. Tako da tudi ta proces ni toliko edinstven, da bi rekel, jaz sem pa zdaj nekaj edinstvenega doživel. Ampak pač gremo vsi čez dosti podobno izkušnjo, kadar se nam to zgodi. No. To mogoče, evo, še ena taka zadeva, ki mi je bilo ful presenečenje, ne, da sem prej si predstavljal, da ful stvari, ki jih čutim ali podoživljam, so meni toliko unikatne, ne, pa vidiš, da so dosti tako ustaljeni procesi, ne, kako gremo vsi na podoben način. Recimo, da en primer, da si znam predstavljati. Recimo to, kar smo rekli, ne, ko greš na razen s partnerstvom, ko nekaj izgubiš, ali pa kar smo rekli, zakaj zamujaš. Se pravi, so neki tipični vzorci, kjer so zelo standardni vzroki, zakaj se nekaj dogaja. No. Bi pa tle druga stvar, ki mi je pa ful zanimiva, ki je pa zdaj ful aktualna. Pač tam 2008 sem šel to krizo čez pa vse, ne. Pa sem rekel, super, ne, da imam pa to izkušnjo, kar si omenil, pa je lani prišel COVID, ne, pa sem rekel, ful dobro, zdaj pa jaz izkušnjo, kako to je, ne, in zdaj jaz točno vem, kako to bo, ne. Ja, je bilo čisto drugače. Ja, točno to, ne. Veš, tako, prav spomnim se aprila, sem se usedel, ne, ker pač to, zdaj dosti firmam pomagam strategije in sem rekel, zdaj pa še jaz eno strategijo sep naredil, ne, in sem vlekel neke usporednice, takrat ne, kdaj je aprila, kdaj je trg šel dol, sem rekel, ok, zdaj to je šlo dol, po pričakovanjih, tako kot je treba, ne, in zdaj bo to nekaj časa trajalo, jaz sem pripravil, esete malo prerasporedil, da se bomo na tretje, ne, in pol je, ne vem, maj, juni in to raste, ne, in je tako september in raste, ne, tako januar in raste, in jaz tako gledam, kaj se dogaja, ne, kaj je to, ne. In ja, očitno so se iz prve krize naučili, da tiskanje denarja pač deluje vsaj kratkoročno, ne, tako da. Ampak tako, če bi rekel, zdaj pa napovej prihodnost. Ne. Tle je bilo relativno straightforward in ne vem, napisal sem 5 stvari, kaj mislim, da se bo zgodilo. Ne. Ena finančna kriza, kjer sem bil wrong. Druga zadeva, kjer sem bil zelo wrong, sem mislil, da bo čez zimo bistveno težji. Sem mislil, da po decembra, ko so ljudje navajeni žurati, ko so navajeni biti okrog, ko so navajeni biti na kuhančkih, ne, da bo to pa počel plafon, no. Ampak nekako smo kar šli mirno čez. Dokaj, ja. Tako da ja, ne, tako če bi rekel, bom predvidel, kaj se bo zgodil, je ful težko. Ne. Sej se ukvarjaš z, ali je možno, koliko je verjetno, da se bo, ampak da boš tako zadev vse ali pa večino je ful težko. No. Tako da sigurno iz 2008 lahko vam potegnem kar nekaj izkušenj, ko so mi pa zdaj pomagale. Da bi pa rekel, bom apliciral 1 na 1, ne, pa bom vedel točno, kaj se bo zgodilo, to pa ne. In tudi naslednja, ko bo še naslednja, bo nek drug aspekt, bo neki drugačen in tako naprej. No. Ej, preden grem naprej, koliko imaš ti sploh časa? Imam. Ok, v redu. Ker sva, ja, pač, sej, sem vedel, da bo tako, a ne, bo malo debatirala in je super. Najbolj donosna naložba, ki si jo naredil v življenju, pa s tem ne mislim finančna naložba. Lahko je tudi. Ampak recimo energije, časa, denarja, česarkoli. Zdaj tle imam čista standarden odgovor, no, ki ga lahko prebereš v vsaki knjigi, ampak jaz res nikoli nisem bil, ne vem, ja pa bom investitor ali pa bom, ampak sem vedno vlaganje vase dal na prvo mesto. No, tako da to se mi je pač vedno ni bil problem za kurse, za seminarje, za neke izkušnje okrog, tako da to sem. Ti si en izmed unih, ki kurs kup, pa dejansko gre čez. Ja, mislim, imam tudi take, ki ne grem, no, zdaj sem rado že zelo zbirčen. Ker se mi zdi, da je tudi ena past, ki se ljudje ujamejo v njo, ne, kupujejo kurse, ne, z tem namen je dober, jaz bom zdaj delal na sebi, pa tudi dober feeling dobiš, ne, naredil sem prvi korak. Pol pa se ne nadaljuje. Ne. Ja, to je tisto, kar smo se pogovarjali, ne, razviti neko ekspertizo je ful težko. No, in tle moram potrkati, da sploh čez leta sem se toliko discipliniral, da
Mislim, ja, vsak dan in berem ali gledam kurse, se pravi, imam rezerviran nek slot, zgodaj zjutraj, ki še vsi spijo, kjer se izobražujem in vlagam vase. No, in nima veze, je to zdaj kurs ali knjiga. Zdaj, mogoče prej, ko sem bil mlajši, sem pač tako reaktivno, kar mi je padalo pod roke, ne, zdaj pa, ker vidim, koliko težko je, ne vem, tako prebrati, ne vem, če bi rekel eno knjigo na teden, ne, to moraš biti full discipliniran. Če rečeva, že eno knjigo na mesec, ne, je tako, moraš si vzeti, ne vem, pol ure na dan pa res brati. Sem full skrben pri tem, kaj berem, tako da si vzamem, pogledam kazalo, pogledam revije, rečem, ok, to knjigo bom res prebral, pa če, ne vem, na 10% vidim, da ni to, da že vem, ok, gremo naprej, ne. Tle mogoče lahko prideš do drugega, ker smo prej omenila, da ne zaključuješ stvari, ne, imaš tle drug fenomen, da pa hočeš vse, da hočeš pa vse, ne do konca, ful dolgočasna knjiga. Ja, 600 strani, moram do konca. No, to sem se tudi odvadil. Ampak ja, vlagam vase. No, tako da tle tako smrtno resnostjo, se pravi, največ energije, denarja, vsega sem vlagal v razvoj sebe, svojih kompetenc in to se mi je pač tako najbolj obrestovalo in z samo aktualizacijo, dobrim občutkom in pač tudi finančno na koncu. No. Tako da to. Zdaj to je poslovno. Da ne bom zdaj samo na tem ostal. Druga najboljša naložba, če se tako obrnem, ali pa tisti, ki je bil res točka, ja, delno sreče, delno pač to, da sem nekaj pokazal, da znam, no, so bili startupi, pa ko sem prišel med poslovne angole Slovenije. No, takrat, jaz sem najprej delal na univerzi, sem imel tam relativno dobre rezultate, je to videl Branko Drobnak, ki je bil takrat predsednik uprave ali kakorkoli bilo že Poteze, ki je bila največja ali pa ena največjih nebančnih družb. In je rekel, da želim imeti tam poslovne angele Slovenije in me je skupaj še z enim Enejem, no, ki sva dosti sodelovala, sem me povabil, če bi pač vodil to. No. In tam, ne vem, recimo, da je to trajalo 5 let, sem imel to srečo, da so se zbrali najuspešnejši podjetniki poslovneži in moja naloga je bila na drugi strani iskati mlade perspektivne podjetnike, pripravljati naložbe in podobno. No. In jaz tam bom rekel, ni bilo samo tako sreča še enega uspešnega, ima še enkrat intervju, ampak sem res delal, recimo to je 30 bilo uspešnih, najpremožnejših Slovencev, sem z njimi res delal in projekte predstavljal in še danes z kar nekaj ljudmi iz te mreže sodelujem in tudi največ projektov ali pa dosti projektov dobivam iz te mreže, čeprav ne počnem več tega. No, tako da to je bilo sigurno ena taka točka, ki mi je omogočala, da sem vse, kar sva do zdaj gradila, tem sem si mrežo uspel zgraditi. Bil sem odprt do novih idej, ker sem mogel biti, ker je bil dotok skozi nekih idej. Mogel sem razvijati kompetence, ker sem mogel biti, ne, pač razumeti si mogel stvari. Tako da to je recimo bilo tisto, ki me je pušnilo, da sem vse to, kar sva govorila, takrat imel neko platformo, da se je to dogajalo. Ne. Zdaj, iz vidika osebnega življenja, pa definitivno najboljša naložba družina. No, tle pa sploh, če govorijo o karieri, pa so govorila, ne, pa sigurno bi me karakterizirali drugi kot mogoče malo karierista ali celo deloholika, pa ne, da je to dobro, boh ne daj, no, lahko tudi pol kakšno tem rečeva. Ampak to, da bi zreduciral življenje na eno dimenzijo, ne pa bi rekel kariera vse, pa da bi vse drugo zanemaril, ne, to je piškavo življenje, ali kako bi temu rekel. Ne. Zdaj to je spet, lahko odzadaj so psihološki vzorci, ne, da je delo beg pred realnostjo ali pa da svojo osebno vrednost povezuješ z delovnimi rezultati, ne, in to korigirati je ful težko, ampak bistveno boljše je, da vložiš ogromno energije, da začneš to korigirati, kakor da zreduciraš svoj life samo na kariero. No. Tako da tle tudi mladim, tisti, ki želijo razviti kariero ali pa so, ne pa niti tle z balance, mogoče bo rekla posebej še o balansu, no, tle imam jaz mogoče celo zdaj mačken drugačen pogled, ampak ja,
v času študija, recimo, imaš dovolj časa, da ga ful žuraš, imaš dovolj časa, da ful prepotuješ in imaš dovolj časa, da ful dobro študiraš, pa imaš tam neke rezultate, imaš ful časa, da se aktiviraš v društvih, pa narediš nek ful dober network ali pa v teh mrežah in imaš ful časa, da še razvijaš neke kompetence, delaš na nekih projektih. No. Tako da jaz, kakor sem sicer študij zavlačeval, sem ta del ful izkoristil. Res sem ful potoval, mednarodno sem se odprl, na ful projektih sem sodeloval in tudi to lahko povem. Zdaj, če zlistam zelo uspešne ljudi, moje generacije, ki smo bili skupaj na faksu, 80% je bilo aktivnih v enem druženju, v drugem, so imeli neke svoje projekte. Tako da tle lahko statistično damo kljukico pa vzporednico za večino mladih, če želite v študiju aktivirati se in početi čim več stvari, se začeti networkati, biti na nekih projektih in podobno. No. Zdaj, seveda ne pa zdaj zreducirati cel life samo na to, lahko potuje zraven, lahko moraš graditi še vse ostale dimenzije. No, in vsakmu v dobi življenja je nekaj namenjen in enemu je namenjen to družina. In pač jaz trdno verjamem, saj ne veš, zgodi se v življenju lahko marsikaj, ampak je to ena zelo pomembna celica ali pa steber, no, ki ga rabiš v življenju. No, da tle pridemo do balansa, rabiš eno in drugo. Pa še kaj drugega, pač moraš te žogce žonglirati, pa nobena ne sme padati na tla. Ampak ja, zdaj dve stvari. No. Eno, da zreducira svoje življenje na eno dimenzijo, to se mi zdi nepošteno do sebe, kdorkoli bi to naredil. Ne. Pa tudi, če to vodi k temu, da narediš izjemne uspehe, pa te vsi pišejo knjige o tebi, pa kakorkoli, vse vprašanje, če je bilo vredno. Zdaj, drugi del je pa ta balans, no, kjer pa bi mogoče še eno drugo perspektivo dal na to, kar si omenil. Balans si mogoče dostakrat predstavljamo, kakor, ne vem, jaz imam na dan, 16 ur, in zdaj teh 16 ur bom razporedil 8 ur za delo, 1 uro za šport in bom vsak dan v balansu, ampak v realnosti balans ne dela tako, To dostakrat reče, pa se v naravi vse v balansu, ampak če pogledamo, zdaj je koliko mesec pa pol dežval, a je to balans, ni balans, Ok, zdaj pa bo sonce, 2 meseca, Ok, zdaj pa če to sešteva, pa bo balans, tako da... Sam tudi tako ne deluje vreme. Ja, no. Čist nepovezan je, a je padal cel mesec, statistično ne vemo, kaj bo naslednji mesec. No. Ampak je, rečeva, nek generalen trend, ali pa, ampak točno to, kar si povedal, se pravi, ni ta mikrobalans, da bi rekel, zdaj bom vsak dan si točno razporedil, kako pa kaj je to, ampak moraš biti v balansu na makro nivoju. Se pravi, ti imaš v dnevu ali pa celo v življenjskih obdobjih, imaš neke ekstreme, imaš, ekstreme, ki moraš ful študirati, imaš ekstreme, karkoli pa že, moraš dati en zahteven projekt in lahko nekaj časa ne spiš, ampak potem je pomembno, da to v naslednjem obdobju balansiraš, zatem pa, da si vzameš malo več počitka in podobno. No, tako da tle ena taka prispodoba, ki bi rekel, da je life ni sprint, da boš skozi samo v sprintu, pa tudi ni samo maraton, da bi rekel, zdaj pa bom 42 km po istem tempu laufal in to, ampak je serija sprintov in počitkov, kjer sprintaš v različne dimenzije. In dobro je, če v pravih trenutkih sprintaš v prave dimenzije. To je. Top, super. Nekaj sva rekla, da bova predebatirala o sreči kot laku, pa o trdem delu. Si rekel, da si videl en izsek, ko smo se mi o tem ciklali. Nisi ti rekel, da smo se ciklali, jaz pravim. Pa bi mogoče tvoj vidik rad slišal. Kaj je bolj pomembno za uspeh? Sreča ali trdo delo? Ja. Zdaj, jaz sem se s tem vprašanjem ful dolg časa ukvarjal, ful intenzivno, to pa zato, ker se mi je vedno zdelo, da sem imel v enih aspektih life ful sreče, v drugih pa manj. In pol sem se s tem ukvarjal, zdaj, zakaj to nekje ja, nekje ne. In pol, najprej, recimo, če gremo analizirati, kaj je sreča. In zdaj sreča je dvoje. Eno je head start, ki ga imaš, se pravi, v kakšne okoliščine si dan. To je prva sreča. In tle
Mislim, da ste se tudi dotaknili, kje si se rodil, v kateri družini si se rodil, kakšno je finančno stanje družine in podobno. Geni. Ja, IQ, ja. No in to je zdaj, kakšen head start imaš. Ampak na to imaš ful malo vpliva. Nič. Ja, nič. No. Ja. Lahko rečeva nič. Razen če sva duše, ki sva si izbrala prej to, ampak recimo nič. Ja. No, ampak tle imamo študije, ki konkretno povejo, da ne vem, če si rojen v družini, ki ima boljši finančni status, ki je, ne vem, mogoče bolj izobražena, da boš že simpel, ne zato, ker ti bojo kot otroku starši brali več knjig, tudi zato, ampak zato, ker boš izpostavljen besednjaku, boš izpostavljen drugim dialogom, prehrana bo verjetno boljša, več opcij boš imel, tako da ta head start je ful pomemben, tako da in država, ki si se rodil materialno, koliko se starši s tabo ukvarjajo, to je pač sreča in tle prispevk je ful velik temu. Če vzameš vse, ali ekstremno uspešne športnike, ali pa so bile okoliščine in to ful velika kombinacija okoliščin, ki so pripeljali do tega uspeha. Dostikrat meni je všeč prispodoba, imel sem eno obdobje, ko sem ful rad gledal Air Crash Investigation, zakaj letala padejo. In tam se dvoje zgodi, ali je ena ful velika napaka, nekdo res tisti major ali pa kombinacija nekih majhnih faktorjev, ko rečeš, kako se je to skupaj sestavilo, kako res tako nesrečno zaporedje. In zdaj je pa isto obratno, se pravi, da dobiš ti nekoga, ki je v nečem ekstremno uspešen, rabiš imeti serijo ali teh mini faktorjev, se pravi, rabo je imeti prave gene, rabo je biti v pravi državi rojen, rabo je imeti starše, ki so prepoznali talent in so omogočili vse okoliščine, da je 10,000 ur driblo žogo, igral violino ali karkoli drugega. Rabiš potem v pravem obdobju biti, ko je nek šport, neka kategorija v razcvetu in tam pride do nečesa. Se pravi, ogromno teh mini faktorjev se mora poklopiti, da dobiš še nekoga, ki je res top zvezda. In zdaj, seveda, ker imamo ekstremno uspešnih ljudi malo, zelo majhen procent, je tudi takih faktorjev, ki se poklapajo relativno majhen. Ampak zdaj, najslabša stvar, ki bi tle lahko rekel, je rekel, jaz pa nimam toliko inteligence, nimam toliko fizičnih sposobnosti, nimam toliko tega, brez veze, da karkoli počnem, adijo, bom se prepustil kam. Pač nisem imel sreče. Adijo, zaključim. To je pač najslabše. To je najslabše, se strinjam. Tako da jaz ne bi podcenjeval, kakšen head start ima nekdo, ne bi pa rekel, da moram pa obupati, če jaz nimam tega head starta. In tle tudi velja še eno pravilo, če se želiš počutiti majhnega, boš vedno najdel nekoga, s katerim se lahko primerjaš, pa ne glede na to, imel head start ali se mu je kako drugače uspel, da se boš počutil majhnega. In eno je, da imaš kupico teh majhnih faktorjev, ki se zložijo v velik uspeh, drugo je pa tudi, da nekdo naredi v življenju pa eno pravo potezo, v enem trenutku, se kripto mogoče najbolj aktualno, glih tam mu je en povedal, pa glih, ga je ful zanimal, pa je šel not, pa je bil en boom. Ampak spet, to so zdaj izjeme, ker je tega relativno malo, tega ni, da kar srečuješ vsak dan ljudi, ampak je relativno malo. Zdaj pa pridemo na drug aspekt, ki pa je, to je moj head start, ali pa ne head start, tle sem, to so moje karte. Točka, to so moje karte, zdaj moram pa s temi kartami nekaj odigrati. Tle pa pridejo do tega, ker ni vprašanje, spet če rečeva, a sreča vpliva na to, ko nekje začnem tekmovati ali pa karkoli delati, ta sreča vpliva na to. Ja, spet ima sreča vpliv. Ena italijanska študija je bila, ki so naredili ne vem kakšno simulacijo, ogromno, in so ugotovili, da ljudje, ki imajo majčkeno nadpovprečne kompetence, pa ful sreče, pridajo najdlje. In zdaj nekomu so dali pa tam kompetence na max, pa srečo na minimum, pa ni prišel nikamor. So dali pa nekomu podpovprečne kompetence, pa ful sreče, pa vsem dal prišel. Ampak najdalje je prišel nekdo, ki ima nadpovprečne kompetence, pa veliko sreče. Seveda, logično. Okay. Zdaj pa ni
zdaj pa pravo vprašanje, ki se ga Mogoče vprašam. edini problem pri tem je, da jaz verjamem, da tudi, recimo, oni so dali srečo pa kompetence. Jaz pravim, da so tudi kompetence posledica sreče. Tako da je sreča v obeh aspektih. V sreči je sreča, pa v kompetencah je sreča. Ne? In pol imaš pač problem. Ne? Ja, no, ampak malo pa, zdaj to je spet druga debata, koliko imamo moči, koliko nimamo, ker tle se tudi sta dva pola, ne, koliko mi lahko sploh vplivamo na svoje življenje, ampak predpostava izhaja iz točke, da imamo možnost iti iz reaktivnega v proaktivno, ne, da imamo ta growth mindset. Uporabno je to verjeti. Ja. Ja, Ne veva pa, če je res. Ja, uporabno je to verjeti. Evo, super si povedal. Zdaj pa tle pride vprašanje, kaj pa lahko naredim, da povečam svojo srečo, ne? Kaj lahko naredim, da dejansko bom imel v življenju več sreče. In zdaj, če gledava kariero, no, vzamem spet izključno kariero, je to, kar smo do zdaj govorila. V povzetku dobro se ponetworkaš, razvijaš neko kompetenco, ki ljudje to rabijo, poveš, da to znaš, dokažeš, da to znaš, si dosleden v tem, da to znaš, si odprt do novih priložnosti, iščeš nove priložnosti doma, v tujini, na internetu, kjerkoli že. In ja, višji, ko si, boljš menedžeraš, težje, bolj zahtevne projekte, bolj zahtevne ljudi in dobiš nove priložnosti in podobno. Ne? Ker sreča v prvem delu je head start, v drugem delu je pa, koliko si izpostavljam priložnosti, kjer so favorable okoliščine, kjer so dobre okoliščine, da lahko nekaj narediš. Ne? Se pravi, veter v jadra. Ne? In zdaj, kar je v tvojem območju vpliva, je ravno to, ne? Da povečaš faktor sreče na ta način, da se bolj izpostaviš priložnosti, da imaš več opore, da imaš. Če spet ne gre, zakaj start-upi ali pa kaj se mi je zdelo start-upi. Država ogromne denarja investira v infrastrukturo, v financiranje, v communityje podjetnikov, zato ker je tako težko postati podjetnik. Ne? In ti dajo vso uporo v smislu znanja, skupnosti, vsega, da imaš večjo verjetnost, da uspeš, ker je tako težko. Ne? In tle je ista ideja. Srečo si jim povečal, če si jim zagotovil infrastrukturo, okolje okrog sebe, ki me bo podpirala v tem, da imam srečo, ki bo dotok priložnosti zagotovila, ki bo razvoj uma, razvoj osebnosti, ki to, ne, in vsak, ki je res uspešen, je imel enormno pomoči okolja, da bi uspešen. No, ta self-made man, absolutno vsak, pa skoraj vsak je trdo delo, je velik delo, je velik garov, ampak je imel tudi izjemno podporo okolja. Ne, in Sam mislim, da tega zavedanja ni pri teh ultra uspešnih. Se doskrat promovira to idejo, ne, jaz sem pa iz nič prišel, pa sem jaz naredil svojim trudom, ne, in mislim, da se s to narativo veliko škode dela v družbi, ker jaz verjamem, da ni resnično. Ne. In bi tudi mogoče drugače družbo organizirali, če bi mi vsi recimo stopili na ta čoln resnice, da je veliko stvari odvisno od sreče. Tudi to, a boš ti vložil neko trdo delo, pa boš imel kompetence, vse to je pač tudi posledica sreče. Ne? No, zdaj tudi s tem vprašanjem sem se ukvarjal, no, ker sem omenil, da se meni zdi, da v nekaterih pogledih sem imel veliko sreče, v drugih ne. Sem se vprašal, ne, zakaj je pa to tako, ne? Ali pa recimo nekdo, ki je imel ful sreče, ali pa če ima nek privilegij, ne, zakaj, in vprašanje, kaj ne pa naredi, ne? Ok, eno je, da reče, ja, imel sem ful sreče, ampak drugo, kaj pa lahko več naredi, ne? Pač, delal sem trdo to, imel sem pa ja tudi, ne, in trendi srečo, ne? Ja, no, ampak to pa dostih dela, ne? To zavedanje pa je, da se ne ukvarjajo s tem, a sem zdaj imel srečo, ali sem sam to dosegel, ampak se ukvarjajo, ok, če imam assetov ali pa nekih virov več, kot jih potrebujem, ne, zakaj jih ne bi dal pa nazaj. No, to se mi zdi pa, da je dost. No. Ampak tako, verjetnost miselnega toka, da bi se nekdo usedel, pa bi razmišljal, a sem jaz zdaj to sam naredil, ali sem imel srečo, koliko je bilo enega, koliko je bilo drugega, pa da mesto zdaj zanaliziral, pa to predstavil, ni... Ja, ne dogaja se to. Ja, zakaj bi to počel, ne? Ni nekega motiva. No? Oziroma, kar se dogaja je, da takrat, ko ne uspeš, ne, ali pa takrat, ko ne gre po tvojih planih, se začneš bolj to spraševati, kakor pač takrat, ko ti uspeš, ti v happeningu, ne, takrat novi projekti, vračanje družbi, mediji, ne, takrat ne ukvarja se, zakaj ti pa nekaj ne gre, ali pa je nekdo drug imel več sreče kot ti, ne, in vse to je logično in čist naravna posledica. No, vse pa strinjam s tabo, da pa ja, kar je pa lahko, zdaj tle imamo dva problema, ne.
Prvi problem je, da distribucija uspeha vodi spet v neko eksponentno neenakost. Ne? Se pravi, da imamo peščico ljudi, creatorjev, podjetnikov, ne vem še koga, ki dobi večino attentiona, premoženja in podobno. Ne? In ta neenakost se pač povečuje. In zdaj tudi, ne vem, če mi dva rekla, ok, sva uspešna, ne? Na tej krivulji naslednji, ki je od najuspešen, ni mačkem bolj uspešen, ne? Ampak je mnogo, mnogo bolj uspešen, ne? Lahko 10-krat, 100-krat bolj uspešen. Ne? In kar enkrat si zelo majhen proti vsakemu naslednjemu, ki je uspešen. Ne? Tudi nekdo, ki je milijonar, ne? Proti milijarderju je zelo, zelo majhen. Ne? Nekdo ima 1 milijon, on ima pa 1000 milijonov. Ne? To je 1000-krat več, ne? Tako izjemno, izjemno več. In to lahko zelo hitro vodi v zagrenjenost. Ne? In tako, kot sem prej rekla, če želiš, vedno lahko najdeš nekoga, s katerim se primerjaš, pa se počutiš majhnega. Ne? In te skale so ratale pač na dolgi rok tudi verjetno nevzdržne. Ne? In zdaj vsak naslednji, ki je uspešen, je bistveno bolj uspešen. Ne? In to te ne sme zagreniti. To ti lahko ful trdo delaš, ne, ful dobro delaš in podobno, ampak če se vsi te majhni faktori ne zložijo, ne, si lahko mačken manj uspešen, so pa te razlike potem res lahko hudo velike, ne, in se počutiš relativno majhnega. Ne, tako da... Ja, v tem koncu razporeditve se razlike večajo. Če pa gledamo celotno porazdelitev, se pa neenakost manjša, ne? Se pravi globalno, ne? Napram zgodovini. In mislim, da ljudje tukaj pač malo vzamejo si, recimo gledamo samo Evropo, neenakost se povečuje. Ja, res je, se povečuje. Ampak, veš, zaradi tega, ker uspešni imajo toliko in so toliko produktivni in so lahko še bolj produktivni, ker jih toliko nagradimo, ali pa imajo neke svoje travme, ki jih rešujejo, ne, s tem uspehom, nič za to. S tem se tudi revščina rešuje, ne, in se v bistvu ta čist spodnji del potiska naprej. In to se mi zdi pomembno, ne, da ko si uspešen, in mislim, da tukaj malo čez povprečno plačo neto si med top 3% na svetu, ne, to se veliko ljudi ne zaveda, si uspešen, po globalnih standardih, da se začneš zavedati, da je posledica bila to sreče. Ne s tem, da sebe dol dajaš, pa da vse to, kar si se trudil, dajaš v nič. Ampak da se res zavedaš tega, da en pa pač je imel drugačne karte zdaljene in ne moreš zmagati pokra s temi kartami. Enostavno ne moreš. Ne? Tle se strinjam absolutno, kar si povedal. No, dva fenomena sta. Eden je, da vsi imamo zelo radi izrek stari dobri časi, ne? In si predstavljamo, da ne vem, v katerem letu 1960 je bilo ful boljš, ne, ampak mi si predstavljamo to tako vse dobro iz današnjih časov, ne, damo v zgodovino in damo stran tisto, kar nam zdaj ni všeč. Ne predstavljamo si, da ne vem, koliko let nazaj ni bilo WC papirja, ni bilo ne vem česa še, ne, ampak zelo izven konteksta, zato ker nam je bilo nekaj odvzeto, nekaj pogrešamo, nekaj ne dosegamo svojih ciljev in najdemo neko uteho ali pa rečemo, ne, ja, lej, takrat je bilo pa tako, pa spet ne vzamemo se čas, da bi res razmislili pa pogledali celostno sliko, ampak vzamemo izven konteksta. Ne. Tako da ja, te stari dobri časi so redko res to, kar, da so bili res stari dobri časi, ne, ampak je pač to neka uteha, ki si jo damo. Ne. Zdaj, drug fenomen je pa ta, ki si omenil, se absolutno strinjam, da če bi gledali revščina pa nekak status, da počasi raste, ne, ima pa drugo zadevo, ki jo je psihološko, ne, relativno težko ozavestiti, zato ker obstaja en fenomen, ki mu rečemo, tako zdaj malo po domač povedano, ampak se mi zdi dobra prispodoba, ne, brezdomec se ne primerja z uspešnim poslovnežem, ampak z brezdomcem, ki ima eno flašo več od njega, ne. In zdaj, mehurčki v bistvu. Ja, ne, ti ne rečeš, ja, zdaj sem pa jaz primerjal z nekom, ne vem, iz bolj revnih držav, pa kako je meni tle boljš, ne, ampak se boš s sosedom, ki ima pač eno kravo več, ali pa kako radi Slovenci rečemo, ne. Tako da tle pa pride, ja, te vaje, ki zdaj ima Cayena, ti imaš pa BMW, ja. Zdaj tako, ne. Iz hvaležnosti, pa da gojiš to zavedanje, pa da gotoviš optimizem, pa da tudi vidiš, kje ima srečo, ne? Ker mi kaj naredimo, ne? Vidimo to, kjer imajo drugi več sreče, ne vidimo pa, kje imamo mi srečo, ne? Ali pa to radi zelo hitro zanemarimo, ne? In ja, tle pa
tle pa iz kognitivno-vedenske filozofije, ne, filozofije psihologije je pač ful dobra vaja, da ravno to ne, da se izogibaš tem popačenjem, kjer vidiš samo eno stran ali pa ustvarja samo eni ne, pa rečeš, on je imel ful sreče, ne, zdaj mu pa zavidam, pa me to pele v neka destruktivna vedenja, ne. Se pač enostavno usedeš, pa pogledaš pluse, kje sem imel pa jaz srečo, ne, lahko naštejem, kje sem nazadnje. In probaš čim bolj pogledati tudi svojo situacijo, da ni črno-bela, ne, ker življenje ni nikoli črno-belo, ampak je vedno nekje vmes, nekje nam gre boljš, nekje nam gre slabš, nekje se moramo bolj potruditi in podobno. Ne. Je pa to lahko o tem govoriti, pač živeti je pa težje. No. In to, se pravi, kako biti o predpostavki, ki smo rekla, da imamo kar neki osebne moči, ne, kako biti ne samo reaktiven, pa na svoje čustva reagirati, kako jih ne potlačati, ne, ampak jih probati sprocesirati, pa narediti neko racionalno strategijo, da boš imel več sreče, da boš izkoristil srečo, ko jo imaš, da boš imel na koncu pač kvaliteto življenja in pomagal okolici do boljše kvalitete. No, tako. Ja, super, super. Eno vprašanje imam zate. Od vseh nasvetov, ki jih mladi dobijo, si zasledil kakšnega, ki je tako slab nasvet, ki ga mladi pogosto dobijo? Pa manj uporaben, če so mi dva. Malo prav točno. Zdaj tako, da bi prav enega... Diplomo rabiš, recimo. Tako, kot smo rekli, odvisno od situacije, ampak v večjih primerih jo rabiš, kot da jo ne rabiš. Ne. Oziroma, jaz bi šel tle še zoom out. Leta, ki jih preživiš na faksu, ti dajo dostop do izjemno inteligentnih, uspešnih ljudi, tako profesorjev kot dogodkov, ki se tam dogajajo. Pa si imajo tudi neke karierne centre in podobno. Dajo ti ful dober network, ne. Lahko se ful dobro nakonektaš v času faksa. Dajo ti neko zahtevo po disciplini, da se znaš usesti, da znaš razmisliti. In na koncu, v nekih profesijah je akademski dosežek nujen in tudi hvala Bogu, da obstaja. Mogoče v nekaterih tehnoloških ali pa katerih branžah ni, ampak tako, kot sva rekla, ne, spet ne smemo to poenostaviti. Ne bom študiral zato, ker mi ne bo treba nič delati, vam lahko le naropam vseeno uspešen. Ampak moraš potem najti neko alternativo, ki je bolj primerna v tistem trenutku, da boš imel kompetence, ki jih trg rab. Isto, nekam boš mogel dati energijo, ni to, ne rabiš. Ne rabiš nič. Mogoče celo več boš mogel energije. Verjetno celo več. Tam ti je en prav kurikulum. Ali ne so. Ali ne, imaš izpit, da boš naredil, nekdo te ocenil, ne, pa moraš to proaktivno sam, ne, tako da tako da je zelo odvisno. Tako da bi rekel, nasploh nek slab nasvet, ne bom rekel, iskreno, ne vem pojma. Okay, super, ne vem. Super. Evo, na 2 urcah sva, jaz se tudi že vmes premikal ene stvari, ker ful se mi je bilo dobro s tabo pogovarjati. Rad bi sam to še povedal, ne, ker prej si omenil, da to, kar si ti ustvaril, da ti je bilo fajn, ker si dobil feedback nazaj od ljudi, pa si videl, nekomu se mogoče spremenil življenje, ne? Ampak jaz bi tako rekel, da verjetno se ne zavedaš vpliva, ki si ga imel. Oziroma jaz bi celo upal trditi, ena redkih trditev je, da nimaš niti približno pojma, kakšen vpliv si imel. To pa rečem zato, ker ne samo to, da imaš ti stik samo s temi ljudmi, ki so ti povedali to, že tukaj je en filter, mislim še predvsem ta drugi filter. Če so nekateri s tvojim delom ali pa s tvojim razmišljanjem boljše življenje si naredili, so vplivali tudi na druge okoli. In ta mreža, ki se dogaja, ne, jaz bi rekel, da je mnogo, mnogo večja, kakor se spet bomo potrditi, ti predstavljaš. Eden izmed teh sem bil jaz, prej na začetku sem malo omenil okoli tega. Tako da ne vem, kako ne ti rečem hvala. No. Ja, to mi ful pomeni. Hvala tudi tebi za tako iskren feedback, pa vse, tako da res the best. Mačkam bom dal še replike. No. Seveda.
Prva stvar, mogoče to, kar sem zdaj rekel, res mi ful pomeni, se mi ful dobro zdel in sem zapomnil tako forever, ne. Ena taka izkušnja je bila tudi, poleg slovenskega bloga, kjer sem že začel malo bolj tudi odraslo, zrelo pisati, bil angleški blog, pa zdaj, če to berem, še kaj bolj zrelega lahko napišem. Ampak enkrat vmes mi je ful dobro, en mi je poslal mail, pa je napisal, da je v Ameriki, pozabil sem že v katerem mestu, ne, da je šel na nek road trip z družino in da se je ostal v enem hotelu in da je bila v sobi pač sprintani neki moji članki, ne, in da je on to tam najdel in da je prebral in koliko the best in super. Ne, in jaz tako sem rekel, ok, to je pa res. Pa nekdo drug je to sprintal v hotelu pustil in nekdo drug je najdel in je to prebral in ga je zanimalo in mi je pač poslal mail. No. Tako da to se mi je super del in recimo v takih trenutkih pa to, kar sem zdaj ti povedal, to mi res pač ful pomeni in hvala. No. Tako da ja, za take, tako kot meni drugi, pa tudi ti, ki delaš, pa vse, ki imamo nek pozitiven vpliv, to mi je the best. No, imam pa zdaj mogoče še en drug vidik, ki se pa sprašujem, ali sem pa na koga negativno vplival, pa do kakšne mere. Ali sem pa kje pri svojem pisanju, imel sem mogoče napačen pogled, pa sem ga zdaj tudi spremenil, pa je to na koga pač ne dovolj dobro vplival. No. Tle pa bi zdaj še eno stvar povedal, pa tudi danes sem dal en disclaimer, recimo, da nisem psiholog, da skozi leta sem spoznal, da površinsko naštudirati neko branžo je relativno hiter. Pa sploh enkrat, ko se naučiš malo, kako se učiti, pa kako najdeš dobro literaturo, prebereš lahko hiter, skupaj dam iz kjerkoli branže zelo hiter nek članek, ne zdaj kakšen hardcore znanost, ampak to, ko neko rekel, ta pa nekaj ve o tem. Ampak res biti pa ekspert v nečemu in res obvladati je pa ful težko. No. In v preteklosti sem, sploh v poslovnem svetu, ko sem začel delati s konsultingom, zdaj, ker je to rekel, moj glavna okupacija, sem šel kdaj izven mojega kompetenčnega okvirja. Se rekel, ok, recimo to znam, strategija, procesi, leadership development, pa kakšen poslovni izziv, ki se meni zdaj, to mi je pa zanimiv, sem tudi pomagal rešiti, in sem samozavestno se zakopal, prebral sem 2-3 članke in sem rekel, super rešitev in pol je pa to backfiral, da pa v bistvu ni bila tako dobra rešitev. In ups, tako da sem se parkrat kar mal v tem primeru sekiral. Tako da ja, bi rekel, tle, ko so neke faze, kar se mi pa zdaj zdi vedno bolj pomembno, je, da stvari, ki jih govoriš ali pa ki jih deliš, da niso površinske, ampak eno stvar res dobro razumeš. Tako, če grejo nazaj k uni ekspertizi, za večino disciplin moraš mogoče celo življenje posvetiti, da rataš res dober psiholog, da rataš res dober programer, da rataš res dober zdravnik, mora biti verjetno life devotion. In nekje v zrelih letih, kada štok in tok skozi in podobno, takrat je pravi ali pa najboljši čas, da deliš tisto najbolj globoko znanje, izkušnje in prenašaš. Zdaj vmes, če si pa glede tega malo koki, ali pa jemlješ to kot marketing, pa ja, mogoče imaš nekoga lahko celo ne toliko dobrega vpliva. Tako da jaz imam repliko na to. Evo, kar. Jaz mislim, da obstajata dva nivoja. En nivo je ta, Blaž Kos, povej mi en nasvet in jaz ga vzamem za resnico in ni bila v bistvu resnica v mojem življenju. Jaz mislim, da nima odgovornosti Blaž Kos. Okay? Ker to je ta nivo. Vse, kar sem jaz rekel iz svojega vidika za tebe, ni bilo v konceptu nasvetov. Ni to glavni value. Glavni value, ki sem ga jaz videl, je, ok, jaz sem iskalec v življenju, filozofsko, ne vem, gledam sebe, gledam svet in provam si ga razložiti. Kaj to sploh je, kar delamo? Ne? In ti si bil en iskalec, ki sem ga jaz najdel. In sam zaradi tega je bilo moje iskanje lažje. Ne? Nisem pa jaz najdel nekoga, ki je najdel kaj. In jaz vedno rečem, tudi ta podcast, popolnoma nič ne sme folk vzeti k srcu.
nič, ker ne bo se nikoli izrekla resnica tukaj, a ne. Razen takrat, ko ugasneš. A ne. In jaz mislim, da odgovornost mora sam sprejeti vsak. A ne. In bolj to, no, bil si en tak zlučko, mal naprej si že svetu, a ne. Ampak sem saj videl, ok, v tem tunelu nisem sam v tem slovenskem prostoru. Še je tukaj en iskalc, kolega Slovenc, ki tudi išče zlučko. Ne? Tako, tam je bila bolj močna v bistvu v pomoč. No, je to tudi meni ful korist, da s tem lahko tudi zaključiva in bolj je taka lepa misel, s katero bom šel iz tega studija, ki mi je ful všeč. Še enkrat narediva zagotovo. No? Ful ti hvala, res. Enako.